Spoštovane občanke in občani, v imenu Mladinskega sveta Domžale vas vse lepo pozdravljam. Zbrali smo se na soočenju županskih kandidatk in kandidatov naše občine. Hvala vsem prisotnim kandidatom, da ste se odzvali na naše povabilo. Kot lahko vidite, na moji levi so danes z nami gospod Matej Oražem, gospa Fani Rožič Novak, gospod Boštjan Deželak, magistra Renata Kosec in gospa Nik. Program bomo začeli z vodenimi vprašanji. Ste k sodelovanju povabljeni vi, saj bo čas namenjen vprašanjem z publike. Na voljo sta dva mikrofona, ki jo dobite ob dvigu roke. Vprašanja naj bodo konkretna in spoštljiva. Po zaključnem uradnem delu vas vabimo na sproščen klepet s kandidati ob pogostitvi v predprostoru dvorane. Hvala vsem, ki ste si danes vzeli čas in prišli na soočenje. Prav posebna zahvala pa gre vsem navzočim mladim, ki Mladinskemu svetu Domžale pomagate pokazati, da mladi v občini Domžale obstajamo, delujemo in si želimo sprememb. Besedo predajam Evi Jus, trenerki Mladinskega sveta Slovenije, ki bo vodila debato. Uživajte v večeru in se vidimo 20. novembra na volitvah. Najlepša hvala za ta uvod. Hvala lepa. To pa zelo odmeva. Najlepša hvala. A lahko jaz mogoče kar brez tegale mikrofona, dokler ne uredimo te tehnične zadeve? Ja, saj se ne sliša, ne? Se opravičujem za tole, za tale naš tehnični izpad. Najlepša hvala za ta napoved in seveda za povabilo Mladinskemu svetu Domžale. Najlepša hvala kandidatkam in kandidatom, da ste se odzvali na to povabilo in da ste pripravljeni deliti svoje poglede, predvsem na to, kako narediti in vzdrževati Domžale kot mestno občino, kjer se mladi lahko razvijajo in rastejo. Torej, vprašanja, ki jih je Mladinski svet Domžale pripravil za vas in ste jih dobili vnaprej, se predvsem tudi nanašajo na sam razvoj mladinskega sektorja in pa seveda na teme, ki so pomembne za kakovost življenja mladih in tudi širše. Za začetek so vas kolegi iz Mladinskega sveta prosili, da razmislite o 5 izzivih, s katerimi se po vašem mladi v občini Domžale soočajo in da predstavite na kratko svoj odgovor, kako bi vsaj enega od teh izzivov rešili. Zdaj pri sami debati, ker si želimo obdelati čim več tem in nasloviti čim več vprašanj, vas bom jaz tudi malo časovno omejevala. Imam tukaj tudi tale zelo agresiven zvočni signal, če bo kdo odtaval ali odtavala v drugo temo. Tako da vas prosimo, da se v svojih odgovorih nekje držite okvirno 1 minute, jaz bom tudi štopala. Zdaj v tem primeru, ko predstavljate svoj pogled na izzive in svoj predlog rešitve, pa vas prosim, da si vzamete 2 minuti vsakdo od vas za predstavitev. Pa bi mogoče začeli kar na tistemle koncu. Hvala. Hvala za besedo.
Vse lahko brez mikrofona. Ne, se da dela. No, evo, da premostimo sam te tehnične zagate, vas bom naenkrat še enkrat na hitro prosila, da predstavite torej nekih 5 izzivov, s katerimi se po vašem mladi soočajo v občini in kako bi jih vi rešili, tako da se upravičujem še enkrat. Ja, Hvala. jaz sem Tadeja Savnik, kandidatka Gibanja Svobode v Domžalah. 5 stvari, ki jih jaz v bistvu vidim, ko se spomnim na mlade v Domžalah, je prostor za druženje in prostor za ustvarjanje mladih, potem so to finančna sredstva, stanovanja, delovna mesta, se pravi zaposlovanje in pa stik z občino. To je 5 stvari. In če izberete enega od teh izzivov, ki bi ga razrešili, kako bi se lotili in katerega izziva? Lotila bi se prostora za druženje in za ustvarjanje. Mislim, da v Domžalah mladi nimajo zadostnega prostora oziroma ga sploh dejansko nimajo. Moja vizija je v bistvu kapacitete, ki so že razpoložljive v Domžalah. Razmišljam o prostoru Univerzale Domžale, kjer je v bistvu veliko prostora, ki bi se lahko uredil ta prostor. Mislim, da bi v bistvu v tem delu lahko uredili neko hišo za mlade, v kateri bi uredili prostor za druženje, za ustvarjanje, za koncerte za mlade, za vadbo inštrumentov. Potem bi lahko v bistvu tudi hostel naredili, tako da bi v bistvu mladi imeli en prostor, kamor bi lahko prihajali tudi njihovi prijatelji iz tujine ali pa v bistvu iz Slovenije. Tako da to je v bistvu nekako moja vizija rešitve tega problema. Najlepša hvala. Prosim. Magistra Kosec, bi vi morda delili? Pozdrav, tu ne Adela. Dela. Aha, lepo zdrav, jaz sem Renata Kosec, kandidatka za županjo občine Domžale. 5 izzivov. Prvi, participacija mladih. Drugi, dom za mlade oziroma mladinski dom. Tretji, stanovanjska problematika. Četrti, stiske in težave mladih. In pa 5. spodbujanje mladih. Če na hitro povzamem, participacija mladih. Naša stranka bo pripravila predlog omejitve mandatov županov, kar pomeni, da želimo že zdaj vključiti mlade, jih povabiti v politiko, v vse procese odločanja. Zato bomo vzpostavili participativni proračun za mlade. Torej določen procent občinskega proračuna bo namenjen mladim in mladi bodo določili, katere projekte in katera infrastruktura se bo zgradila. Drugo, mladi župan, mladi županja. Izbrali bomo mladega župana in mlado županjo, ki boste imela vsa pooblastila, da boste spremljala župano, občinske uprave in vse svetnike pri njihovem delu. Na sejah občinskega sveta, ko se bo pripravljal občinski proračun, na delo komisij, ostalih odborov in podobno. Komisija za mladinsko vprašanja bomo postavili kot apolitično telo, se pravi, tja bomo imenovali predstavnike mladinskih organizacij, mladih in pa seveda vključena bosta tudi mlad župan in pa mlada županja. Znotraj participacije seveda tudi informiranje mladih. Imamo že zelo odličen spletni portal Domžale za mlade. Dobili boste tudi svoj časopis Glas mladih. Še naprej vas bomo spodbujali, da se vključujete v LAS, lokalno akcijsko skupino za preprečevanje odvisnosti, potem se boste vključevali tudi v mrežo Mama in pa seveda skupaj bomo vzpostavili študentski klub Domžale. To je participacija mladih. Potem imamo dom za mlade oziroma mladinski center, ja, hiša mladih, kjer bodo na voljo prostori za vse mladinske organizacije in tudi za center za mlade, kjer boste imeli kotlovnico, kjer boste imeli oder, kjer boste imeli dvorano za nastope, kjer boste imeli tudi študijske učilnice, kuhinjo, skupne prostore. Ampak to ni vse, to se bo vzpostavilo v centru Domžal. Ker pa ne želimo, da so ostale krajevne skupnosti prikrajšane, bo ta center mobilen. Se bo seveda sprehajal, vozil kakorkoli, tudi ostale krajevne skupnosti. Ampak še več, to ne bo samo za vas mlade, to bo tudi za mlade s posebnimi potrebami. Gre torej za skupek res mladinskega centra, kjer boste vi mladi, študente, dijaki, dobili možnost, da poveste, kaj želite, da boste ustvarjali. Seveda tu se bo izvajali tudi programi, kot so obrtne zbornice, starte Domžale, coworking prostor, to je zdaj v bistvu dom za mlade. Hvala lepa.
Gospod Deželak, kar vas vabim, da izpostavite svoje izzive. Najprej lep dober vsem skupaj, Boštjan Deželak, kandidat za župana liste LTD. 5, bom rekel, zelo velikih izzivov, ampak 5 nekako, kjer sem si jih nekako postavil, so bivanjska problematika, se pravi ne le rešitev prvega stanovanjskega vprašanja, ampak tudi prostorov za druženje in organiziranje aktivnosti za mlade. Potem so pomanjkanje organiziranih aktivnosti, se pravi predvsem zaradi neobstoječega študentskega kluba in njegove dijaške sekcije. Kar smo po nekako v raziskavah so tudi zaznali študenti v zadnjem času, ko se pač v času korone, je pa krepitev duševnega zdravja. V času epidemije se je duševno zdravje mladih izrazito poslabšalo. To tematiko je potrebno nasloviti tako nacionalno kot lokalno s kampanjami za krepitev duševnega zdravja in dostopnosti strokovne pomoči. Pomanjkanje, četrta, ki jo lahko naštejem, je pomanjkanje ponudnikov subvencionirane študentske prehrane, to je zelo naravnano k študentom. Financiranje, potrebno je dvigniti razpisana sredstva za delo z mladimi in določiti, ali poleg sodijo športna, kulturna društva, ki dobijo iz drugih razpisov večino za delo z mladimi. Fokusiral bi se predvsem na bivanjsko problematiko. Menim, da pač, ko se mladi srečujejo s prvim stanovanjskim problemom, bi morala, bom rekel, tudi tukaj nasproti stopiti tudi občinska, bom rekel, oziroma lokalna uprava. In nekako župan bi lahko postavil, bom rekel, prednostno nalogo, da bi investitorjem predlagal oziroma jim nekako jih spodbujal, da ko obgradnji novogradenj nekako tretjino svojih stanovanj namenijo za neprofitna stanovanja, s tem pa potem tudi del ponudi mladim. To je to. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Rožič Novak. Ne, tudi ne. Tale zagotov dela. Ni v redu. Ja, dober večer tudi z moje strani. Jaz sem Fani Rožič Novak, prihajam iz vrst Nove Slovenije. Kar se tiče mladih, bom nekako predstavila v nekaj točkah, to se pravi 5 smo omejili. Skratka, jaz pa zagovarjam, da mladim v prvi vrsti je treba omogočiti, da lahko širijo svoje želje in potrebe. Jaz ne zagovarjam stališč, da pač zdaj kot kandidatka za županjo bi obljubljala, kar ne bi mogla izpolniti. Dejstvo je, da recimo, se pravi, mladinski svet Domžale bi mogel biti viden in slišan. Brez zamere, sej verjetno je, ampak mogoče malo premal, se pravi, da bi v prvi vrsti se organiziral oziroma nek festival mladih, kjer bi v bistvu bila širša publika in tudi malo bolj prepoznavni. Se pravi, ali pa javni dogodek, ki ga organizira občina Domžale in da se tudi na tem prisotni in pokažete v bistvu svojo znanje, prizadevanje in tako naprej. Zagovarjam v bistvu tudi prostovoljstvo v domih upokojencev in pa pri dnevnih varstvih starejših občanov. Mislim, da naše prebivalstvo se stara in tukaj mladi recimo lahko veliko s svojim znanjem in pa deli lahko pripomorejo, da so bolj vidni in tudi slišani. Mislim, da manjko pri mladih je tudi premalo je poudarka, se pravi, na karierni poti študentov. Ne vemo, da pač študent študira, dejansko ne ve, v katero smer včasih, kako, kje ima možnosti, kje so perspektive, kje so recimo poti, ki bi ga recimo v tujino, na znane inštitucije, fakultete, univerze privedlo, da pride do boljšega znanja, do boljše zaposlitve in konec koncev kariero, ki si jo dejansko želi. Zdaj, v nadaljevanju bi mogoče tudi poudarila, s tem povezano karierna pot, tudi povezovanje z drugimi mladinskimi sveti, ne le po Sloveniji, ampak tudi v tujini. Ker v bistvu izkušnje drugih lahko doprinesejo veliko pozitivnih stvari in tudi
nadgrajuje se, bom rekla, znanje, dobre prakse in tudi, bom rekla, mladinski svet v Domžalah bi lahko s tem dosti več napredoval. Ne? Toliko za naenkrat. Najlepša hvala. Dela. Lep pozdrav še z moje strani, Matej Vražem je moje ime, tudi jaz sem kandidat za župana občine Domžale. 5 točk, v katere sem strnil tiste največje potrebe, so v bistvu zaključek debatnice, ki smo imeli z mladimi pred, mislim, da dobrim mesecem. Absolutno mislim, da se vsi strinjamo, da je prostor tisto, kar mladi najbolj potrebujete, tisto, kar je bilo pa specifično poudarjeno na debatnici, pa to, da si želite avtonomnega prostora, tako da kar se mene tiče, bom jaz se prizadeval za to, da bo ta vaš prostor ne samo nastal, ampak da bo tudi avtonomen. Druga točka je zabava, mislim, da tukaj prav veliko besed ni treba v Domžalah zgubljati, mislim, da za nekim osrednjim tržnim prostorom bomo pridobili prostor za nek poletni zimski festival v sklopu kakšnega hotela, ki bi pa v Domžalah tudi prišel prav, pa tudi vsaj kakšen večerni bar ali pa morda celo nočni klub. Kar se tiče stanovanj, je kolega Deželak že kar nekaj povedal, jaz bi dodal samo to, da v preteklih letih občina Domžale praktično ni sodelovala s stanovanjskim skladom. Mislim, da je to ena velika zamujena priložnost. Skupaj s stanovanjskim skladom je potrebno pristopiti k projektom tako izgradnje stanovanj za mlade družine, kot tudi varovanih stanovanj za starejše. Zaposlitev je 4. točka, se v Domžalah imamo relativno malo služb na voljo, večina se mora voziti v Ljubljano, pa potem pridejo problemi z transportom zraven. Zadnja stvar, na katero bi pa še opozoril, je pa komunikacija. Tudi to je ena izmed stvari, na katero ste mladi sami upozorili, in sicer, da slišani ste bili, uslišani pa ne. In verjamem, da dobra strategija, ki jo imamo pripravljeno, potrebuje zdaj še dobro realizacijo in verjamem, da nam to skupaj lahko uspe. Hvala. Sedaj pa sledijo vprašanja, ki so vam jih tudi že po elektronski pošti vam poslali iz Mladinskega sveta Domžale. In prvo vprašanje se nanaša na temo, ki jo je kar nekaj od vas že odprlo, in to je stanovanjska problematika mladih. Zdaj konkretno Mladinski svet je v bistvu bil v kontaktu z občinsko upravo in pravi, da ne znajo povedati, kdaj bo potekal naslednji javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj. In jih zanima v bistvu glede na vaš pogled, kakšno je trenutno stanje na področju nepremičnin za mlade in konkretno, kaj bi vi kot županja ali župan naredili v bodoče, da se to izboljša. Pa bi mogoče za začetek prosila, ker vas gospa Lažič Novak, bi vam podelili svoj pogled. Hvala. Hvala. Ja, zdaj bom tako povedala, pač v naši stranki smo tudi zelo aktivni na tem področju, tako da smo v letošnjem letu imeli delovno skupino stanovanjske problematike za mlade. V njo smo povabili tudi mlajše študente, ki so iz prve roke povedali, da je v bistvu tukaj problematika in smo to naslovili na občino. Dobili smo odgovor preko informacij javnega značaja, da občina Domžala razpolaga z 135 neprofitnimi stanovanji. In zdaj, pač to je bilo takrat odgovor. Zadnji razpis je bil junija 2022 letos. In sicer v istem času, ko smo tudi mi dali pobudo, in zakaj po zakonu bi mogel biti ta razpis in ga ni bilo. Tako da razpis je bil izveden. Na odgovor, kakšni kriteriji so, kriteriji za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem občina Domžale oblikuje skladno s stanovanjskim zakonom in pa s pravilnikom o delovanju neprofitnih stanovanj.
Ni nobene posebne komisije, niti merila. Se pravi, da se na področju nepremičnin za mlade potrebno dejansko narediti celoten pregled trenutnih najemnikov in gotoviti, koliko upravičencev je med njimi je mladih družin, študentov, doktorantov ali karkoli, ne, tako da v bistvu nek pregleda ni, ne, pa dejansko bom rekla, nam občanov ni bilo na pogled, ne. Pri načrtovanju gradnje stanovanj bi bilo v bistvu potreba postaviti neke prioritete glede dodelitev stanovanj na neprofitni najem. Moje mnenje je, da občina Domžale še kako potrebuje jasno predelitev do tega in dati je treba jasna merila za dodelitev, da dejansko se tudi mladi preferirajo, ker dejansko mislim, da tukaj nimajo kaj možnosti preveč, ne, da, ker ni razvidnih meril in kriterijev, ne, ko se objavi razpis, tako da mislim, da je to, ja. Delati na tem. Bo to treba še izboljšati. Tako, hvala. Gospa Kocec, mogoče vaš pogled, kaj boste vi naredili? Ja, občina Domžale ima okoli 135 neprofitnih stanovanj, je pa res, da smo s Komisijo za mladinska vprašanja uspeli dodatno kategorijo uvesti v javni razpis, ki je narejen seveda na podlagi stanovanjskega in še kakšnega predpisa, in sicer, da se dodatno točkujejo mlade družine. Je pa res, da so omejena števila teh neprofitnih stanovanj, kot so pa seveda potrebe so pa večje. Zato z našo ekipo LRK obljubljamo poleg gradnje mladinskega centra, še seveda nadgradnjo mladinskega centra, gradnje študentskih in dijaških sob v sklopu mladinskega centra. Kar se pa stanovanjskega sklada, je res, da že vrsto let stanovanjski sklad ni gradil, je pa seveda to v bistvu ideja novega župana ali županje, da nastopi proaktivno na državni ravni, ker ta gradnja je pa potem v tem konceptu pač državna. Lahko pa se občina Domžale odloči in sama ali kupi še dodatna neprofitna stanovanja oziroma jih zgradi oziroma prilagodi razpis tako, da je izključno za mlade in mlade družine. Hvala lepa. Gospa Savnik, kaj bi vi naredili na področju stanovanjskega? Glede na informacije, ki ste jih kolegici zdaj podali, vidim, da občina do zdaj ni zadostno poskrbela za mlade. Menim, da je potrebno več stanovanj, več kapacitet za mlade družine in sploh mlade, tudi študente. Tako da bo potrebno pristopiti v Domžalah tudi k gradnji stanovanj oziroma lahko tudi stanovanjskih hiš. Poznamo kar nekaj primerov iz sosednjih občin oziroma občin v naši državi. Izpostavila bi en primer, recimo lahko bi občina poskrbela za to, za nakup nekega zemljišča, ki bi ga komunalno opremila, lahko bi zgradila hiše, lahko tudi montažne, recimo, ker vemo, da so danes montažne hiše zelo dobre gradnje, in bi potem po neki dostopni ceni za mlade bi jim ponudila na trgu ta stanovanja, s tem, da bi v bistvu občina lahko sodelovala pri tem, če mladi ne bi imeli dovolj sredstev, da bi se dogovorila z banko za neko fiksno obrestno mero, ki bi bila sprejemljiva in ugodna za mlade, in bi potem v bistvu na tak način jim lahko pomagala pri tem, da bi si ustvarili svoj dom za svojo družino. Hvala. Gospod Uražem, vi ste izpostavili to kot tudi eno od ključnih problematik, kako bi vi rešili? Ja, še enkrat bi se vrnil na tematiko stanovanjskega sklada in na proaktivnost. Definitivno mislim, da je to zadeva, ki je najbolj umanjkala v naši občini v preteklih letih, in sicer, da bi bili pri teh zahtevah do države, pri tistih zadevah, kjer smo povezani, bolj aktivni. Na to vprašanje, zakaj temu tako, jaz nažalost ne morem odgovoriti. Mi smo v občinskem svetu, kolikor je le šlo, na te zadeve opozarjali, vendar nažalost se je premaknilo relativno malo. Izpostavil bi še to, da stanovanjski problem v Domžalah ni samo problem mladih in je
dvojni problem. Prvi problem je, da stanovanj sploh ni, to vem iz lastnih izkušenj, ker pogosto dobivamo kakšnega novega nogometaša iz drugih koncev Slovenije ali pa iz tujine in je stanovanje izjemno težko dobiti. Po drugi strani je pa pomanjkanje stanovanj tako v Ljubljani kot v Domžalah pomenil, da je cena močno zrasla. Tako da mi se spopadamo trenutno z dvojnim problemom in zaradi tega mislim, da imamo vse argumente, da res nastopimo proti državi in jih naprosimo, da pomagajo v tem delu tudi Domžalam, ker dvomim, da je občina sama sposobna v nek tak projekt iti. Glede na številke, ki so jih pa kolegice povedale, bi pa rekel, da za občino z skoraj 37.000 prebivalci bi lahko imeli tudi kakšno stanovanje več. Obenem je pa treba vedeti, da večina ali pa prav vsa ta stanovanja so relativno zelo stara, primerna, ampak nikakor pa ne neko lepo okolje za neko mlado družino, ki si želi prihodnost ustvariti. Najlepša hvala za vaš odgovor. Gospod Deželak, tudi vi ste izpostavili to kot en od ključnih problemov, predvsem mladih v Domžalah. Vidite še vi kakšno rešitev? Kakor so moji predhodniki povedali, več ali manj tukaj gre za komunikacijo. Jaz bi predvsem poudaril komunikacijo z občinsko upravo in pa med občani na splošno. Moj cilj je, da se ta komunikacija definitivno izboljša. Želim, da se odpre tako občinska uprava kot župan proti, bom rekel, se pravi, da se odpre svojim občanom, da je dosegljiv. Ena izmed mojih idej je, da ima, tako kot ostale občine, tudi dan odprtih vrat, da se vsak lahko najavi in lahko pride do župana, da se rešujejo direktno potem tudi pri njemu kakšne težave. Kot so že omenili prej, stanovanjski sklad te komunikacije definitivno ni bilo. Moj predlog bil, da se tudi ustanovi v Domžalah nek sklad, ki skrbi za ta stanovanja, ki se potem tudi gradnja potem izvršijo oziroma skupaj s kakšnimi sofinancerji oziroma nasplošno, se pravi, graditelji novih stanovanj. Tako da, se pravi, predvsem tako kot sem omenil, lahko komuniciramo z investitorji, lahko jim predlagamo, da se gradijo stanovanja, kater del bi bil namenjen za neprofitna stanovanja, po vzoru recimo Dunaja. Tukaj lahko gremo nasproti in s kakšnimi olajšavami pri komunalnemu prispevku. Nasplošno pa definitivno komunikacija, to je v našem prvem planu, se pravi, da se občinska uprava, da je na voljo svojim občanom kot servis, tako kot mora biti. Hvala lepa. Hvala. Naše naslednje vprašanje naslavlja vprašanje financiranja oziroma razpis za mlade občine Domžale. Zdaj, Mladinski svet sprašuje po vašem mnenju, kolikšna vsota bi bila primerna za sofinanciranje delovanja mladinskih organizacij. Nekaj ste že omenjali tudi, kaj to pomeni vizavi ostalim organizacijam. Kakšna merila bi moral imeti nov razpis oziroma kakšna merila bi moral vsebovati, zato da bi ta porazdelitev občinskega denarja nevladnemu sektorju oziroma mladinskemu sektorju bila tudi pravična oziroma smiselna. Pa bi kar vas mogoče vprašala, gospod Oražem. Če se ne motim, so sredstva za programe mladih, ki so v letošnjem letu bila namenjena okrog 20.000 evrov. Mislim, da vsi, ki smo tukaj prisotni, se lahko strinjamo, da je ta številka relativno zelo majhna. Vsekakor bi ob pojavu primernih programov ta številka z lahkoto bila podvojena, pa občina tega ne bi prav zelo čutila. Bolj bi se pa mogoče osredotočil na del meril, kjer pa mislim, da je zelo pomembno in tisto, kar je spet zmanjkalo do sedaj, to, da se pač mladinske organizacije vključi v določanje teh meril, ker verjetno najbolj poznajo
pogoje, pod katerimi same delujejo in kako naj se ta sredstva delijo. Ne velja to samo za ta razpis, velja to za kulturni razpis, za športne programe. Povsod je treba predvsem, kot je kolega Tomaž poudaril, popraviti to komunikacijo. Meni je samo žal, da tako odprti, Boštjan, se upravičujem, me samo žalosti, da tako odprti nismo bili zadnja 4 leta, ko smo ves čas opozarjali na te težave, pa tako pri upravi kot pri županu, pa podžupani, pa vseh ostalih naleteli na gluha ušesa. Tako da situacija, v kateri smo danes, kar se komunikacije tiče, nažalost posledica večjih let takšne prakse in to je nekaj, kar lahko zelo hitro spremenimo in bo takoj tudi klima v občini precej boljša. Hvala. Gospa Rožič Novak. Ja, jaz bi tako v bistvu rekla, no, pri pripravi vsakega javnega razpisa je potrebno se vzeti čas. In sicer, da se naberejo informacije, da se pogleda nekako analiza naredi, kje so prednosti, slabosti, nevarnosti in pa priložnosti. Ali dejansko sredstva, ki se bojo namenila za predmet, se pravi financiranje Mladinskega sveta Domžale, ali v bistvu upravičuje sredstva, ali je dejansko, kot so merila postavljena, tudi zastavljen pravi cilj. Zdaj, kakorkoli, jaz pravim tako, merila in kriterije določi strokovna komisija na podlagi dosedanjih praks in pa prihodnje vizije občine Domžale na področju sodelovanja z mladinskimi organizacijami. Mislim, da je treba doreči, kakšno vizijo dejansko občina Domžale ima do mladih. Ali želi, da so bolj vidni, da jim se uredijo se omogočijo stanovanja, da imajo recimo dostop do informacij, do župana oziroma županje, da dobi odgovore na vprašanja, ki jih postavi, ne da je praznih rok in v nedogled je v nevednosti. Tako da v bistvu tukaj mislim, da kot so tudi kolegi omenjali, sodelovanje mora biti pospešeno, več je treba komunicirati in dejansko, ko se razpis pripravi, jasno predeliti in transparentno povedati, kaj občina želi in kaj dejansko mladinski svet lahko od tega tudi naredi. Kot sem v bistvu tudi rekla, treba je omogočiti študentom, da izvedajo, s tem, da tudi svoj prispevek tudi, v bistvu bom rekla, dajo v ta projekt. Zdaj, čisto na kratko, neka merila, sem pač za razpis, kako bi se pač ocenjevali prijave, sem nekaj pomembnih, recimo kakšne so ciljne usmerjenosti tega projekta, ki ga predstavlja Mladinski svet, kakšne so izvirnost predlaganih teh rešitev, realnost planiranja časovnega obsega in trajanja projekta, to recimo neomejeno, da se v določenem času pospešeno lahko ene zadeve tudi izvedajo. Kakšni so statusi vodij Mladinskega sveta, kakšne ima reference, tako da čisto na kratko nas ve. Ja, hvala lepa. Gospod Deželak. Hvala. Tukaj v bistvu bi kar nadaljeval mogoče misli o proaktivnosti, predvsem mladih. Želeli bi si, da se tudi vi vključite v te debate pri razpisih, zato vedno bi poskušal oziroma bi stremel k temu, da ste mladi vključeni in da sami predlagate ukrepe oziroma za financiranje, katere zadeve bi se financirale. Tukaj bi se navezal oziroma en podatek iz Mestne občine Ljubljana, ki namenja nekako 0,2% svojega proračuna za potrebe mladih, se pravi, tukaj govorijo o cirka 921 000 evrov. Nekako, ker sem bančnik, da vam postrežem še z podatki, ker številke mi zelo dobro ležijo, nekako pri 462 milijonih proračuna je to kar drobiž.
bom rekel, za domžalsko občino, ki ima nekje cirka 32 milijonov proračuna oziroma ga bo imela, pa se mi zdi ta številka nekje okrog 60 tisoč evrov še vedno preniska, je višja, kakor smo zdaj namenjeni, oziroma 20 tisoč evrov je bila res preniska, tako da tukaj bi se navezal, da res si želimo ta nivo dvigniti. Bom rekel, nekako moje stremenje bi tukaj saj 100 do 150 tisoč evrov letno lahko brez težav namenili za razpise za mlade. Kako glede razpisov razdeliti, kot sem nekako že omenil, morate biti tudi vi mladi zraven, proaktivno. Jaz si želim, da bi več sodelovali oziroma da bi se še mi skupaj usedli. Težko vam jaz, bom rekel, pri 40 govorim, kaj točno bi bilo za vas dobro. Super si želim, res vsako vaš predlog bi bil dobrodošel, tako da v tej smeri bi deloval. Vsekakor bi pa omejil tudi višino sredstev navzgor, se pravi za določen projekt ali pa za določeno društvo. Tukaj do 10% nekako tistega, kar je na voljo, maksimalno bi bilo na voljo tudi za kakšen določen projekt. Tako da to je to na kratko. Hvala. Hvala za vaš odgovor. Mogoče samo, da navežem to vprašanje, skratka govorimo na eni strani o deležu proračuna oziroma o sredstvih, ki so namenjena mladinskim projektom, na drugi strani pa samo participacijo mladih pri oblikovanju kriterijev za podeljevanje teh sredstev na razpisu. Zdaj konkretno Mladinski svet Domžale in v bistvu cel mladinski sektor v Domžalah je pri zadnjem razpisu svoje mnenje o tem oziroma svoje poglede na kriterije tudi posredoval na občino, pa kakor je bilo izraženo, nekako ti kriteriji, njihovi predlogi niso bili upoštevani. Tako da mene zanima zdaj tukaj, kako bi to komunikacijo na tem področju izboljšali in pa kakšna sredstva so pa po vašem primerna. Gospa Kosec. Hvala. Ja, mladi ste kar razpršeni po občinskem proračunu, če ga natančno pogledamo. Mladinski svet Domžale, približno 7 tisoč, malo manj kot 7 tisoč evrov na letni ravni je definitivno premalo. In o tem ste opozarjali tudi v Komisiji za mladinsko vprašanje. In na tem mestu se vam zahvaljujem, zaradi tega, ker ste v bistvu prvi proaktivno začeli govoriti o kriterijih. To je bilo tudi v prejšnji strategiji oziroma trenutno še veljavni strategiji, da mlade motijo kriteriji. In ste sklicali tudi okroglo mizo, na katere ste povabili mladinske organizacije in prišli do konkretnih kriterijev. Potem se je začelo usklajevanje, no potem je prišel COVID in uspeli smo podaljšati to nekje do začetka letošnjega leta, no potem se je postavilo, ker veste, sem bila razrešena in tudi komisije več nisem vodila. Torej mladinski svet upravičeno lahko zahtevate višjo proračunsko postavko, ker ste neposredno financirani iz občinskega proračuna, ker delate v skladu z zakonom, ste lahko tako financirani. Seveda to pa na podlagi vašega naslednjega letnega načrta dela. Potem so mladi, najdemo jih seveda v delu z mladimi, trenutna postavka je 20 tisoč evrov. Ali je to dovolj ali ne, bomo skupaj se pogledali in se odločili. Mi lahko tudi zagotovimo proračunsko postavko v višini 100 tisoč evrov, ampak pomeni, da vaši programi bodo mogli biti pripravljeni, da boste delali projekte in pa prireditve, da se vam seveda ta sredstva lahko potiti tudi izplačajo. Kje se še najdejo mladi? Ne pozabimo gasilcev. 1000 mladih je v 14 prostovoljnih gasilskih društev vključeno. Tudi tam mladi delajo za približno 20 mentorji celo leto. Šport, 420 tisoč evrov je namenjeno mladim in v športu. In tako naprej. Se pravi, mladi ste razpršeni. Dejstvo pa je, no in to je tudi res pohvalno, kar sem že povedala, da Mladinski svet Domžale ima pripravljene kriterije, treba se usesti še z ostalimi organizacijami, torej mlade imamo zelo, zelo intenzivno vključene tudi v kulturne, humanitarne in seveda tudi druga društva. Tako da dosežemo širši konsens in to predlagate občinski upravi in se to v naslednji razpis tudi vključi. To je prava pot. Najlepša hvala. Torej, gospa Savnik, po vašem mnenju, koliko bi bilo treba nameniti sredstev za financiranje mladinskih organizacij in organizacij za mlade v občini Domžale? Najprej bi želela povedati, da sem zdaj dobila kar nekaj informacij, ampak mladi še vedno niste zadovoljni. Pa se sprašujem, zakaj niste. Očitno na strani občinske uprave in pa samega župana in vseh ostalih, ki so sodelovali,
pri županovanju niso bili odprti za vas. Se pravi, potrebno je vzpostaviti kontakt z mladimi, treba jim je prisluhniti, treba je vprašati, kaj si želijo, kaj potrebujejo in kaj bojo naredili za to. Težko je govoriti o neki višini sredstev, ampak podatek sicer imam, da ne bi bilo 0,46 evra na občana, tako da v bistvu ta znesek se mi zdi absolutno premalo. Se pravi 20 000 za toliko mladinskih organizacij, ki jih je v občini, se mi zdi pri tem proračunu, ki ga imamo v občini Domžale, absolutno premalo. Tako da lahko primerjalno rečem, z ostalimi občinami smo daleč za ostalimi občinami. Ne? V bistvu, če dam primer, v Cerknici imajo recimo 3-krat manj občanov, pa imajo skoraj 3-krat več sredstev. Tako da ne vem sicer, kako to, da je občina samo toliko malo sredstev namenjala do zdaj za mladinske organizacije. Moja vizija je, da v bistvu mladi boste vedno slišani, vedno boste dobrodošli na občini, ko bom postala županja, če bom postala županja. Tako da dogovorili se bomo, za katere projekte se boste prijavili, kaj si želite in bomo skupaj v bistvu oblikovali nek znesek, za katerega vem, da boste ga v bistvu gospodarno uporabili za svoje aktivnosti. Tako da o sami višini sredstev se bomo pogovarjali. Lahko je reči 100 000 evrov, 150 000 evrov, ne želim tega govoriti, ker se mi zdi, da prvo, ko bom prišla v občinsko upravo, bom najprej mogla proučiti vse zadeve, vse pregledati, tako da težko rečem, kakšen znesek je najprimernejši. Bi pa tudi želela od mladih slišati, kakšen se pa vam zdi primeren znesek. Hvala. Hvala lepa. Bomo morda to tudi v delu, ko dobimo vprašanja iz publike, tudi izvedeli, kakšno je mnenje mladih. Bi pa na tej točki tudi jaz naslovila eno vprašanje na publiko, na naše občinstvo, in sicer naše naslednje vprašanje se navezuje na certifikat Mladim prijazna občina, ki ga občina Domžale ima oziroma ga je tudi pred kratkim podaljšala. In sicer vprašanje za vas publike bi z dvigom rok tisti, ki se vam zdi, da so Domžale mladim prijazna občina, bi vas prosila, če dvignete roke, da približno preverimo temperaturo v sobi. Torej, roke v zrak, kar pogumno. Aha, tamle v ozadju imamo nekaj rok. Odvisno o čem? Okej. Skratka, smo tam roke nekje na polovici, mogoče ja, mogoče ne. Dobro, ja, z Mladinskega sveta so me prosili, da preverimo nekako v bistvu, kakšen je ta splošni občutek, ker seveda vemo, certifikati so eno, stanje na terenu pa včasih nekaj drugega. In v bistvu tudi vprašanje za vas, za kandidatke in kandidate, če se vam osebno zdi, da so Domžale mladim prijazna občina. Zdaj to se konkretno tudi navezuje na samo pridobitev certifikata, namreč Mladinski svet je pred kratkim dobil od občine poziv, da podprejo podaljšanje tega certifikata za občino Domžale, kjer pa so, in ko so nekako izrazili svoje pomisleke, ni bilo potem nobenega odziva, zdaj pa to podaljšanje certifikata se je vendarle zgodilo, tako da uradno vsaj glede na ta certifikat so Domžale mladim prijazna občina, pa bi vprašala mogoče kar ne vem, kdor se počuti poklican, izvolite. Ja, pač dvig rok ni bil zato, ker mladi ste do 29 leta, mi smo pa povprečju zdaj majčkeno starejši. Jaz pa pravim, vsaj osebno, ker sem bila vpletena v pridobitev certifikata in tudi Mladinski svet Domžale, sicer z majčkeno drugačno strukturo, da je fino, da smo dobili podaljšanje, ker zadaj so kriterije. Ne? To ni zdaj, da se bom imel zmislil, kjer je kriterij, pač oddana je bila vloga, res, da Mladinski svet Domžale podpore ni. Podal sta pa dve organizaciji iz Mladinskega sveta Domžale podali podporo. To je, če se ne motim, Športno društvo Tigers in pa Društvo mladih Jarše. Se pravi, mogoče pa so mladi, ki pa se vseeno čutijo, in ostala društva, ki jih nismo poprašali, torej ki niso znotraj mreže MSD-ja,
ali so zadovoljni. Ne, lahko mlade vprašamo, kako se pa športna infrastruktura razvijala. Ne? Pa dajmo kolesarje vprašati, imamo več pump trackov, imamo gorski poligon. Pa po drugi strani se pravi že vse pripravljeno za skate park in vse ostalo. Ne? Zdaj, kaj je zdaj tisto ta pravo, da se certifikat podaljša, so pa jasni kriteriji. Področje participacije, informiranja, izobraževanja, stanovanjske problematike in zadnji so kot pri vsakem razpisu tudi kriteriji. Tako da, zakaj je bil podaljšan certifikat, pa najboljše, da naslovite vprašanje, ker na Inštitut za mladinsko politiko v Ajdovščini, ker oni podeljujejo in tudi podaljšuje certifikat. Je pa res, da je to odlično izhodišče za nadaljnji napredek razvoja področja mladih. Na to, kar Mladinski svet Domžale tudi opozarja. Hvala. Hvala. Vidim, da se že pripravljate, gospod Oražem, ker so Domžale mladim prijazna občina. Odgovor je definitivno ne, mislim, da so roke tudi to jasno pokazale, z vsem spoštovanjem do dveh deklet, ki ste zadnji roke dvignile. Zdaj prvo moram se odzvati na komentar o športni infrastrukturi, ki je poleg mladih, starih, prometa, parkiranja pa še česa tudi rak rana naše občine. Številna društva, med njimi tudi Tigersi, s katerimi sem se dobil tekom te volilne kampanje, sploh nimajo svojih igrišč, terminov v telovadnicah je absolutno premalo. ŽNK Radomlje so ravno tako trenutno še brezdomke, tako da mislim, da na področju športne infrastrukture, predvsem za mlade, da bomo poskrbeli, da bodo vsi kvalitetno trenirali, bomo mogli še kar mrskej narediti. Če se pa osredotočimo pa samo na mlade, pa jaz mislim, da je zadeva za temi certifikati v občini Domžale kar endemična. Mi pridobivamo cel kup nazivov in naslovov, sami si pravimo tudi med drugim mesto športa, pa prostor zadovoljnih ljudi, pa mesto prijazno knjigi, pa otroku, ampak to so nažalost samo papiri, ki jih pridobimo, medtem ko v realnosti smo pa sami danes videli, jaz bom kakšno je zdaj na tej stanje. točki vas bom mečkam prekinila, ker smo mečkam otavali od teme, vsem smo ostali nekako pri mladim prijazna občina certifikatov. Vam dam eno hitro repliko. Ne na gospoda Oražma, samo dodatek. Podaljšanje pridobitev certifikata mladim prijazna občina je torej tudi potrdilo odličnemu delu našega javnega zavoda Center za mlade in vseh društev, torej, ki sem jih prej omenila. Vseh nevidnih društev, ki s prostovoljnim delom za mlade naredijo marsikaj, pa so taborniki, so skavti, so društvi mladih jarše in tako naprej. In iz tega vidika in iz te perspektive je več kot upravičeno podaljšanje certifikata. Hvala. Hvala. Gospod Deželak, kako bi vi ocenili občino Domžale? Je mladim prijazna in tudi mogoče kako bi to komunikacijo z Mladinskim svetom Domžale izboljšali? Hvala za besedo. Jaz bi tukaj tako delno se strinjal s tem, da smo mladim prijazna občina, je pa ogromno stvari, ki jih je treba še izboljšati. Tukaj zopet ta certifikat je mrtva črka na papirju, če mi tega ne izvajamo v realnosti oziroma če ne komuniciramo z mladimi. Tukaj bi zopet navezal na to, kar smo že, potrebno je bolj odpreti občino svojim občanom, občankam in pa predvsem mladim. Se pravi, da bodo imeli pač besedo pri sestavljanju programov, pri sestavljanju razpisov, vsekakor proaktivno je treba med sebojno sodelovati. Kot sem rekel, če tega ni, če se v praksi oziroma dejansko ne izvaja to, kar je zapisano na certifikatu, potem je tam samo mrtva črka na papirju. Hvala. Gospa Savnik, so Domžale mladim prijazna občina, oziroma kako bi vi izboljšali to stanje? Sam izdan certifikat ni pokazatelj, ali so mladi zadovoljni ali ne. Glede na to, kakšno stanje imamo trenutno na tem področju, pa da mladi niste zadovoljni, jaz mislim, da v bistvu ni certifikat tist, kot sem že prej rekla, v bistvu nek pokazatelj. Ni pa v bistvu certifikat edina stvar, ki se lahko sprejme. Poznamo tudi Evropsko listino o mladinskem lokalnem delu, tako da mogoče bi mogla tudi občina Domžale pristopati k temu in majčkeno širše gledati na te stvari. Sem se s tem certifikatom seznanila, noter je veliko stvari, ki jih dejansko so zapisane in niso realizirane, tako da v bistvu bi se kar pridružila kolegu Deželaku. Mrtva črka na papirju nam nič ne pomaga, če mladi še vedno niso zadovoljni z življenjem v občini.
In mislim, da je treba na tem področju mladih orang zavihati rokave in pristopati k tem resno, tako da po določenem obdobju bojo mladi rekli, ja, zadovoljni smo, ostali bomo tukaj, ne razmišljamo, da bomo šli drugam. Tako da mislim, da je to dolžnost občinske uprave, da poskrbi za mlade v naši občini. Hvala lepa. Gospa Rožič Novak, so Domžale mladim prijazna občina? Jaz bom tako rekla. No. Zdaj, Domžale, da so mladim prijazni. Ne. Zdaj, tukaj v naši publiki oziroma mladinski svet, kot jaz razumem, zastopa študente, populacijo študentov. Ne. Tako sem jaz nekako razumela, dejansko celotno populacijo mladih. Ne. Zdaj, Mladinski svet povezuje mladinske organizacije. Aha, se pravi, ne samo študente, ampak dejansko populacijo mladih do 29 let, če sem prav razumela. Ne. Zdaj, tako bom rekla, ne, zdaj, Domžale so nekaterim prijazne, nekaterim niso mladim. Ne. Dejstvo je, da tukaj mislim, da bi bilo potreben še kar dosti narediti. Ne. Dejstvo je tudi, da certifikat ni edino merilo. A ne. Jaz bom rekla tako, ne, če dobiš, ne, če sem jaz prav se podučila, ne, je častni pokrovitelj tega podelitve tega certifikata predsednik republike. A ne. To mislim, da je velika odlika, bom rekla, na nivoju občine, da dobi certifikat, da je občina prijazna do mladih. Kaj pa to pomeni? Ne? To pomeni, da dejansko v praksi bi mogli se to izvajati. Ne? Tukaj jaz mislim, da je mogoče nek šum v komunikaciji ali da dejansko ni dovolj informacij z obeh strani, da je odločevalec, ampak konec koncev jaz mislim, da neki kriteriji so. Ne. Zdaj jaz iz svojih izkušenj, ne, v različnih komisijah sodelujem, tudi mednarodnih. In zelo pomemben je, kdo je v teh komisijah postavljen. Ne. Kdo ocenjuje, a je v teh komisijah tudi iz vrst mladih, ki dejansko so ocenjeni. Ne. Ne govorim, da je iz iste organizacije ali da pa je, da zastopa mlade. Ja. Konkretno, ker ta certifikat podeljuje Inštitut za mladinska vprašanja iz Ajdovščine mladih iz Domžal, ni tam, ne, v sami komisiji, niti ni namenjeno. No, zdaj, mislim, to je težko v bistvu reči. Ja. Da v bistvu potem bom rekla, pač občina dobi certifikat in s tem dejansko, bom rekla, ni negativnega prizvoka. Ne. Sliši pa se in čuti, ne, da to v praksi dejansko ni res. Ne. Torej, v bistvu, jaz mislim, da je treba na tem nekaj narediti. Hvala lepa. No, pa da so v bistvu... Hvala. Da se premaknemo kar na naslednje vprašanje. Zdaj v bistvu imamo precej konkretno vprašanje glede prometne strategije v Domžalah, kar se mi zdi nekaj, kar zadeva ne samo mlade, ampak najširšo populacijo. Vas bom pa prosila, da se pri svojih odgovorih omejite na 1 minuto, da izpostavite tisto, kar se vam zdi ključno. Torej, vprašanje je tudi zelo konkretno in sicer, kje v prihodnje bodo parkirali stanovalci SPB-ja in dnevni migranti, ki vsak dan pustijo avtomobil v Domžalah in se odpeljajo v Ljubljano v službo ter v šolo, in kako bi rešili vsakdanji prometni infarkt, ki se redno pojavlja tako v centru mesta kot v okolici, ter kdaj se bo dočakalo kolesarsko povezavo z vsemi okoliškimi kraji. In pa konkretno še navezava na relacijo Vir-Količevo-Radomlje, kjer je postavljeno veliko število ležečih policajev ter število semaforjev na relaciji Trzin-Dob. Torej, če se vam zdi ta konkretna prometna ureditev primerna oziroma najbolj smiselna za upočasnitve prometa. Pa bi kar povabila vas, gospod Deželak, mogoče da začnete. Hvala. Glede SPB-ja moram reči, da sem skoraj 10 let živel v SPB-ju, tako zelo dobro poznam celoten kompleks in parkiranje tam.
Kakor zdaj nekako razmišljamo za nazaj, je bila storjena velika napaka v preteklosti, da se tega parkirišča, ki je bil v lasti Slovenskih železnic, ni odkupilo. Ta najemna pogodba je potekla, seveda lastnik jo ni želel podaljšati in začelo se je pač izvajati oziroma izvajati novo pač železniško postajo in se ureditev s podhodom in tako naprej. Zdaj, rešitev, ki je tudi ravno danes bila ena izmed naših predlogov skupine LTD, je, da se znižajo stroški oziroma zniža strošek mesečnega najema v parkirni hiši bližnji iz 60 na 40 oziroma zdaj je bilo 40 odobreno, tako da bodo stanovalci nekako lažje oziroma ceneje parkirali v tej parkirni hiši. Definitivno je potrebno ogromno delo vložiti v nova parkirna prostore. Ideja je definitivno ta podzemna garaža na mestu, kjer je pač pri Veletu, kjer je tole peščeno parkirišče. Tam je potrebno zgraditi vsaj 1000 parkirnih mest spodaj v parkirni garaži. Če gremo naprej na prometni infarkt, definitivno je treba vzpostaviti komunikacijo z državo, da se začne izvajati obvoznica oziroma zgraditi obvoznica Želodnik-Vodice, pa avtocestni odcep oziroma izhod Študa in potem navezava proti Trzinu, se pravi, ta je že tudi v načrtu, državnih načrtih, se pravi za gradnjo. Tako da te stvari je treba nujno se lotiti nekako za državo, definitivno komunikacija za državo je treba vzpostaviti in nekako čim prej vzpostaviti nove obvoznice. S tem bi se nekako razbremenil promet skozi center in pa skozi, bom rekel, Vir, Domžale in tako naprej. Če gremo naprej tudi potem kar na križišče oziroma semaforje, definitivno je tukaj treba vzpostaviti komunikacijo zopet z državo, kjer je pač državna cesta in takoj se lotiti načrtovanja krožišč. Razbremenitev so definitivno sama krožišča, ne pa semaforji in navadna križišča. Tako da to je definitivno ena stvar, ki se bi takoj lotil. Kar se tiče pa potem, smo rekli, ležečih policajev, tukaj je bilo, kakor sem bil seznanjen, bilo to v dogovoru z prebivalci pač okoliškimi, tako da se je ne samo vzpostavljalo ležeče policaje za znižanje pač hitrosti, tudi dvignilo so križišča, kakor vem, Previru, Bukovčeva in še podobno. Tako da ali je to prava pot ali ne, težko rečem, sem pa zagovornik tega, da nič, bom rekel, da se ne smemo šparati pri človeških življenjih ali pa poškodbih. Če bomo šparali na to, ali bo kakšen avto poškodovan ali ne, pa potem kakšne žrtve oziroma kakšne poškodbe imeli pri otrocih sploh, jaz mislim, da tukaj ne smemo šparati in je tukaj definitivno prava pot, da pač znižamo hitrosti, lahko tukaj se izboljša, s kakšnimi zdaj imamo pač nove zadeve, kar se tiče 3D porisav po tleh, se pravi potem kakšne merilnike hitrosti in tako naprej. Hvala lepa. Gospod Oražem, vaš pogled, kako bi vi uredili prometno strategijo Domžal? Ja, jaz sem nocoj kar malo čuden občutek, da noben od nas te občine ni vodil zdaj zadnja leta, ker imamo vsi enake predloge, pa vsi smo mnenja, da je treba komunikacijo vzpostaviti pa delati začeti. Kar se tiče prometa, jaz bi najprej izpostavil to, da eno prvih mojih predstavitev na občinskem svetu je bila ravno kar obsežna predstavitev, zakaj so rondoji boljši kot križišče. Jaz mislim, da zdaj, ko imamo v praksi to možnost vsi videti tudi v Domžalah, mislim, da tukaj nobenega dvoma ni več. Tako da s tem trendom je treba nadaljevati. Kar je izjemno pomembno, jaz mislim, da je javni promet med kraji občine, ker je izjemno težko prihajati iz bolj oddaljenejših krajev v center Domžal. Kar se kolesarske steze tiče, ki se trenutno gradi, je pač trasa malo zgrešena, ker ne povezuje ključnih točk. Ključna povezava je seveda med Domžalami, Dragomljem pa Ljubljano, pa potem na vse ostale kraje. Kar bi pa tukaj jaz še izpostavil, kar pa druge nisem zasledil, je pa ideja, ki je stara že toliko kot moja mladost. Že ko sem jaz še avtomobila nisem imel, je bilo govora o tem, da bomo imeli LPP v Domžalah.
Naj bi že bil, pa pol ni bil več. Jaz sem z Zoranom Jankovičem že stopil v stik, on je potrdil mi, da je definitivno to tudi Mestni občini Ljubljana v interesu, tako da to bo ena izmed prvih zadev, da bomo probali razbremeniti pa dnevne migracije na razdalji Domžale prestolnica. Hvala lepa. Gospa Rožič Novak. Ja, dela. Mislim, da je bilo res že povedano, ker imamo tudi vsi nekak cilj, ne, da se dejansko razbremenijo ceste tovornega prometa, torej v bistvu se pravi povezava avtoceste Depala-Vaš-Tuda. To mislim, da je projekt nacionalni, ki je blizu realnosti, a ne, treba je sam, se pravim, zadeve pospešiti, treba je aktivno delati na tem, ne. Tukaj mislim, da bi dosta pridobile Domžale. Potreben je dejansko tudi to, da se železniški promet je dvotirni, da se pospeši hitrejši vlakine. Vemo, da dejansko 2/3 aktivnega prebivalstva v službe hodi izven Domžal. Ne? Poleg tega so tle tudi dijaki, študentje, raziskovalci. Tako da mislim, včasih slišim, da je dejansko so Domžale, občina Domžale, ne? Spalno mesto, vsaj kar se tiče med tednom. Ne? Tako da dejstvo je, da promet bi mogel biti razbremenjen, se pravi tovorni promet, tako kot je bilo omenjeno, se pravi Brnik, Domžale, Ljubljana in tako da v bistvu to so ene izmed rešitev, ki smo jih danes že tukaj slišali. Ne? Kar se tiče parkirišč, parkirno hišo imamo, mogoče tle malo pozdravljam to zadevo, da se je znižala najemnina, ni pa to prava rešitev. Zdaj ne vem, a so bile ocene tukaj narejene, je to racionalno ali ni, ali rentabilno, bom rekla, da se tudi znesek, bom rekla, izide. Ne? Drugo pa je, vemo, no, da tukaj, kar se tiče železniške lastnine, da pač tukaj parkirišč ne bo, da to lahko odmislimo, da je avtomobilov, bom rekla, če sem prav videla, na 1000 prebivalcev v Domžalah je 500 avtomobilov. Ne? Ker vemo, da je to zelo velika številka, ne? In nedvomno moramo v dolgoročen strateški načrt občine Domžale tudi uvrstiti novo parkirno hišo. A ne? Vemo, da tudi v Ljubljani so parkirne hiše in so plačljive, tega se je treba zavedati. A ne? Vsak, ki ima privat, pač ki ima hišo, je plačal, a ne? Za dovoljenje, da v blokih pač pa mislim, da zdaj ne zadošča sploh SPB, če govorimo o problematiki. Zdaj, samo še čisto na kratko, ne, te ležeči policaji. Ja, nam voznikom gre včasih na živce, ne. Jaz imam 3 otroke in jaz, tako bom rekla, se zavzemam, pot mora biti varna. Včasih vozniki smo ali pa so, ne, res prehitro vozijo in prehitro pozabijo, da se nedvomno lahko otrok pojavi, da je nesreča in tukaj mogoče ni druge rešitve za enkrat, bom rekla, ne. Ja, hvala. Hvala lepa. Gospod Deželak, ste imeli kratko repliko, kratek komentar? Ja, čist kratek komentar na tole, glede garažne hiše. Res je 40 € je znižan, ampak kakor sem dobil podatek, ne bi bila ta matematika še vedno igrala, tako da bo rentabilno. V vsakem primeru je pa boljše, kakor da je prazna oziroma da se ne koristi. Tako da samo toliko na kratko. Hvala. Gospa Savnik, vaš pogled na prometno strategijo Domžal? Ja, hvala za besedo. Najprej bi se kar strinjala z gospodom Moravom, da imate vsi, ki ste sedeli v občinski upravi, veliko predlogov dobrih, ki pa jih očitno niste uspeli realizirati v vseh teh letih, ko ste sedeli v občinski upravi. Druga stvar je parkiranje v SPB oziroma parkiranje v garažni hiši stanovalci SPB. Se pravi, stanovalci SPB so ostali brez parkirišč zaradi gradnje drugega tira. Mi moramo prisluhati težavam
občanov oziroma stanovalcev SPB-ja. Moja rešitev je, ki jo vidim in bom zagovarjala in bom tudi naredila, ko se bom usedla v občinsko zgradbo, da bom garažno hišo odprla in bo brezplačna za vse. Ker v bistvu to, da je garažna hiša že toliko let prazna dejansko, kljub temu imamo stroške za vzdrževanje. Se pravi, da stroški za vzdrževanje garažne hiše so ali so noter avtomobili parkirani ali pa ne. Tako da v bistvu jaz sem pač taka županja, da bom šla nasproti stanovalcem SPB, ki že tako imajo dovolj ostalih težav, tako da jaz mislim, da se da to reči tak način, da bi bilo to korektno do stanovalcev, glede na to, da je prišlo do takšne situacije, ki je bila zelo nepredvidljiva. Ne? Kar se tiče pa prometa, seveda Domžale so ratale, pač so prometni zastoji, potrebno je vzpostaviti oziroma mi že vzpostavljamo kontakt z državo, kar se tiče te prometne infrastrukture in pa same izgradnje teh cest in pa železnic. Seveda je neki izziv to, da bo čez Domžale šla dvotirna proga. Zavedati se moramo tudi, da imamo tam spalno naselje, tako da v bistvu to je še predmet, sicer je to državni projekt, ampak jaz mislim, da se je potrebno to še dogovarjati. Tudi občina mora na tej strani biti zelo, zelo aktivna. Do zdaj sem dobila nekakšno informacijo, da ni bila dovolj aktivna. Minister Kumer, ki v bistvu je sedaj minister za infrastrukturo, ki je pristojen, mi je osebno ponudil pomoč pri tem in tudi posluh, tako da jaz mislim, da tukaj ne bo nobenih težav in se bom zavzemala za to, da bo to najboljša rešitev za občanke in pa za občane in pa predvsem tiste, ki živijo ob progi. Kar se tiče ležečih policajev, seveda potrebno je promet nekako umiriti in to je ena od rešitev, ni pa edina. Pri nas pač je kultura, prometna kultura pri nas v naši državi je zelo slaba. Vemo, da v bistvu vozniki pokažejo svoje trenutno dnevno stanje tudi na cestah, tako da v bistvu je treba nekako rešiti situacijo in to v bistvu je občina rešila z ležečimi policaji, da se pa tudi rešiti recimo s kakšnimi temi omejevalniki hitrosti, ko ti pokaže tam rdeča 60, jaz imam v bistvu tak vedno feeling, aha, tukaj pa ne smem, a ne, in v bistvu zmanjšam. Kar se pa tiče teh varnih poti za otroke, a ne, seveda vsako življenje je vredno in v bistvu nima cene in jaz mislim, da je treba tudi razmisliti o pločnikih, zelo malo pločnikov imamo pri nas v Domžalah, sploh na teh šolskih poteh. Tako da bo treba tudi to malo razmisliti. Sicer bojo pa strokovnjaki naredili to prometno študijo in se mi zdi mogoče malo nestrokovno, da klele sicer lahko povemo kot občani svoje mnenje in pa kot osebe, ki se bomo dejansko odgovorno usedle v občinsko upravo, ampak jaz mislim, da prometni strokovnjaki morajo povedati in narediti študijo, kaj v Domžalah potrebujemo. Hvala lepa, gospa Savnik. Gospod Deželak, preden vam dam možnost spet odgovarjanja, bi najprej predala še besedo gospe Savnik, da še ona pove svoj vidik. Kosec, pardon, se opravičujem. Hvala. Kaj bomo pa mi naredili? Zdaj so pa kolegi in kolegici ste vse povedali. Mi bomo pa prvo ugotovili, koliko parkirišč v centru Domžal sploh v resnici občani potrebujejo. Torej ne občani drugih občin, ker vemo, da je park and ride brezplačen park and ride v Domžalah. In na podlagi teh ocen bomo videli, ali garažna hiša zadostuje. Če število v garažni hiši ne zadostuje parkirišč, se lahko ta garažna hiša nadgradi po trenutnih aktualnih prostorskih aktih. Torej že uporabljeno območje za parkirna mesta lahko nadgradimo in dobimo še pač dodatna parkirišča. Drugo je vzpostavitev centra trajne mobilnosti. Torej vsi, ki pridejo v Domžale zgolj zato, da grejo na javni promet, jih bomo pač na obrobju mesta ustavili. Na kakšen način? Na takšen način, da bodo avtomobile pustili na obrobju mest, kjer bodo pač park and ride in potem bodo s kolesom, peš ali kakorkoli prišli do centra Domžal in uporabili javni prevoz. Kar se pa krožišč, semaforiziranih krožišč in vse ostalega tiče, je pa to definitivno proaktivni dialog z državo, ker to večinoma gre po državnih cestah. Umiritev prometa pa lahko jaz suvereno rečem, če ležeči policaji ne zadostujejo, pa te tablice, ki nam vse utripajo, stacionarni radar. Samo enkrat bom šla več kot 40 na uro, ker bom plačala, pa še pike bom dobila.
To je v vseh ostalih občinah, celo na Cerkljah na Gorenjskem, ko letiš z biciklom, pa moraš malo merkati, da ne letiš na radar. Tako da to je pač moje mnenje. Hvala. Hvala lepa. Bom najprej gospodu Deželaku dala besedo, ki je že prej želel komentirati, pa še vam. Hvala lepa. Jaz bi samo repliko na gospod Savnik. Jaz nisem sedel v občinski upravi, tako da težko vam jaz karkoli, bom rekel, da odgovarjam za karkoli, kar je občinska uprava naredila. Kolegica na moji levi je sedela, jaz žal nisem. Tako da, Ampak žal. bil ste občinski svetnik par mesecev. 6 mesecev, ja. Tako, Torej ste tako da sedeli v nisem- občinski upravi. V redu, ampak nisem kot župana, ne. Tako. Okay. Še gospod Oražem. Zakon o lokalni samoupravi si preberite, pa se malo poučite, kaj je občinska uprava. Ja, hvala. Ja, glede na to, da sem se poskušal omejiti na čas, ki ste nam ga dala, pa nam ni vsem uspeval. Kar se tiče tega projekta prenove železniške postaje, tle treba biti čisto jasen. Prva napaka je bila seveda narejena, ko nismo šli pridobivati tega parkirišča, druga napaka je bila narejena, ko nismo nič naredili za to, da tega projekta ne bi bilo. Jaz sem v zadnjem letu večkrat opozarjal, da ta projekt, tako kot je zamišljen, ni primeren in edina rešitev zdaj, glede na to, da se beton že poliva, je to, da pristopimo dejansko v pogovore z državo in jih prosimo, da namest avtobusnega postajališča in pa 2 cest postavijo še kakšen parking nazaj, zato da bodo imeli naši prebivalci v SPB-ju kje parkirati, ker oni pa v park and ridih, kjerkoli že bodo krog Domžal, ne bodo mogli parkirati. Tako da poskrbeti treba za stanovalce in odgovor je že zdaj, da je aktualna garažna hiša premajhna, zato je ta trg, zato je parkirišče pod osrednjim trgom, med Vele pa med tržnico tako pomembno, ne samo za prebivalce centra, ampak predvsem za vse tiste, ki hodimo v zdravstveni dom, pa imamo otroke ali pa starostnike, ki jih je treba tja pripeljati in je res potrebno zagotoviti nek normalen dostop. Hvala. Hvala. Gospa Kosač, vaša replika, vaš komentar. Železniška postaja, pa vse, kar se okoli železniške postaje tiče. Pred leti smo imeli že v občinskem proračunu namenjena sredstva za gradnjo podhoda. To je bila edina nujna investicija države, ampak potem smo rekli, nič bomo pa v bistvu kot občina naredili ta podhod in povezali vzhodni in zahodni del mesta. Potem se je pa država odločila, da bo naredila, kar bo naredila. Jaz sem javno tudi večkrat povedala, da sem proti poglobitvi Ljubljanske ceste, ker to je potem v nadaljevanju, a ne? Zdaj imamo prenovo, pa podhodek, pa 2 perona, potem bo pa še kaj hujšga. In sem tam že tudi samim medijem povedala, da če ne bo nihče drug, bomo pač mi sklicali referendum. Kar se pa parkirišč tiče, naj bi pa nekaj parkirišč vseeno ostalo na tem mestu, ki je zdaj zaščiteno, pa seveda avtobusno obračališče. Ampak še enkrat, garažna hiša ima možnost nadgradnje. Odlična rešitev, zamanjkajoča, morebitna manjkajoča parkirišča. Samo za repliko, če render drži, potem bomo tam dobili 14 parkirnih mest, pa 4 za invalide v zameno za odhajajočih 200, dobrih 20. Tako da mislim, da vseeno zadeva ni primerljiva, da bi občina morala več truda vložiti v to, da do tega projekta v taki obliki ne bi prišlo. V končni fazi je to projekt prejšnje vlade in pa prejšnjega ministra, ki ga je podpisal potem, ko je vlada v bistvu že izgubila volitve in je bila nova vlada že v nastajanju. Tako da precej nerodno bo, ko bo treba to železniško postajo brez parkinga odpreti, pa bo prišla tja, verjamem, da nova ministrica in pa novi župan občine Domžale, ki s tem projektom nič nimata in po mojem mnenju se noben od njiju niti z njim ne bo strinjal. Tako da nažalost smo, kjer smo in je treba rešiti tisto, kar se še da. Okay, gospa Kosač, še kratek komentar, potem pa zaključimo s temo prometa. Se pravim, ta druga možnost pa še zmeraj je, da se slovenskimi železnicami domenimo in na mestu, kjer ne da ne bo parkirišč, če 14 parkirišč ne bi bilo, da se določen del prostora rezervira in naredi montažna parkirna hiša. Tako kot se v tujini postavlja ob železniških postajah. Hvala. Hvala lepa. Za konec bom odprla še 2 temi, preden prepustim besedo publiki, ampak jih bom za to, da bomo bolj jedrnati in strnjeni, bom kar združila v eno. Namreč gre za stvari, ki jih je marsikdo od vas tudi že omenil v predstavitvi ključnih izzivov, ki jih vidite na področju mladine v
občini Domžale, in sicer na eni strani so to prostori za mlade, torej prostor, kjer bi se mladi družili, zabavali, razvijali svoje sposobnosti, kjer bi bendi vadili oziroma kjer bi imeli vaje, nastope, kjer se pač zaenkrat stvari še ne premikajo oziroma je večina dejavnosti za mlade namenjala predvsem učencem in dijakom, poznamo to tudi iz drugih občin po celi državi, medtem ko za starejšo populacijo, skratka študente in tudi starejše mlade, ki mogoče ne študirajo, pa nekako aktivnosti in dogodkov ni toliko. Drugo se pa prav tako navezuje nekako na to starostno skupino, ampak bolj konkretno na študentski klub. In sicer, kot veste, pač študentskega kluba Domžale nimajo in glede na to, da v tej širši enoti je več kot 2500 študentov, konkretno od tega 1500 v občini Domžale, pač obstaja študentska organizacija, ki zaradi problemov financiranja ne more ponuditi zanimivih dogodkov in ugodnosti, medtem ko za ponovno pridobitev statusa študentskega kluba bi se moralo včlaniti v bistvu 50% vseh študentov na tem območju, kar je brez sredstev za promocijo, brez podpore občine težko doseči. Torej, na eni strani zanima me, kaj nameravate narediti oziroma kako nameravate nasloviti problematiko prostorov za mlade in na kakšen način bi podprli mlade pri ponovnem pridobivanju statusa študentskega kluba. Izvolite. Si kar drznem jaz, ker ta študentski klub Domžale pred 18 leti še funkcioniral, sem delala vrsto let v študentskem klubu Domžale. Tako da mi je bilo žal, ko sem pač ga mogla zapustiti, študentska leta so se zaključila in sem šla na prvo zaposlitev. Fantastičen klub, ki je vrsto let delal. Ohranil pa se je študentski klub Kamnik in z njimi sem v kontaktih. Govorila sem že pred časom za predsednico študentskega kluba Domžale in so pripravljeni mladim v Domžalah pomagati pridobiti, seveda kar visoko število pristopnih izjav, da se registrirate in da res skupaj ustanovite študentski klub Domžale. Namreč veliko domžalskih študentov je že aktivnih v študentskem klubu Kamnik. Tako da zagrabite to pomoč, mi kot občina vam lahko pomagamo pri kampanjah pridobivanja kampanja, govorimo PR-ovsko, še mi nagovarjamo seveda z vašim glasom. Kar se pa prostorov tiče, smo pa rekli, mladinski center, dom za mlade, kjer boste pač vse mladinske organizacije v tisti hiši živele, ustvarjale, se učile in tako naprej. Hvala. Hvala lepa. Gospa Rožič Novak, mogoče vi, kako bi podprli študente pri ustanavljanju kluba? Se pravi, mislim, na študentski klub v Domžalah je bil vrsto let. To sem tudi jaz z njim dosti imela pozitivnih izkušenj in priznam, nisem vedela, da ga ni. In mene je v bistvu zelo žalosti, da je ena občina, ki je tako razvita, bom rekla, v slovenskem merilu nadstandardna občina, da nima študentskega kluba. To me v bistvu res žalosti in z ene strani pozivam študente, dajte to nekaj narediti in ne vem zakaj do tega ni prišlo, kaj tukaj je vas omejeval. Mislim, da je interes, da podpise se da zbrati, samo treba iti v akcijo. Kot je rekla gospa Koščeva, tudi občina je pripravljena pomagati pridobiti oziroma za PR, z medijskimi objavami in pridobivanju. Tako da jaz tukaj vsekakor podpiram, jaz vedno sem za akcijo in nikakor ne bi pri tem mogel biti niti mesec, da študentskega kluba v Domžalah ni. Kaj pa prostori za mlade? Zdaj, prostori kratkoročno gledano vidim, je problematika. Zdaj, da se tako reši, bi jaz rekla tako ne. Občina Domžale je lastnica kar nekaj prostorov javnih, recimo jaz vidim priložnosti, kot so recimo tudi razne krajevne, kulturne dvorane. Zakaj vedno v centru Domžal, lahko tudi na obrobju. Imamo 50 naselij v občini Domžale, imamo
veliko gasilskih društev, ki imajo svoje dvorane, imajo kulturne dvorane in mislim, da za kratkoročno bi se lahko to dogovorili. Za dolgoročno, absolutno v centru, v jedru Domžal bi mogla biti, bom rekla, večnamenska dvorana, kjer bi se dogajalo v bistvu ne samo za mlade, ampak za celotno populacijo, generacijo ljudi, kjer bi se združevali. Ne? Tako, hvala. Hvala. Gospa Savnik? Glede prostorov za mlade sem pojasnila že na začetku, to je za mene kar zelo pomemben izziv, ki bi sodil med prioritetne. Kar se pa tiče v bistvu študentske organizacije, sem pa v bistvu seznanjena, da so študentje aktivni bili nasproti občini in da v bistvu so naleteli na gluha ušesa. Tako da v bistvu, če se želite organizirati, da bi se vsaj 50% študentov včlanili v ta klub, ste vi povedala, da nimajo sredstev. Se pravi, da bi kot županja poskrbela za to, da bi se jih sofinansiralo, da bi imeli sredstva za promocijo in da bi se v bistvu lahko ustanovil študentski klub in pa v bistvu, da bi jim pomagala nekako pri teh izvedbi različnih projektov. Tako da jaz mislim to, da ne bi bil problem in da do zdaj v Domžalah niso bili slišani, da je to razlog. Saj tako jaz razumem situacijo. Ja, gospa Kosacen, hitro repliko. Jaz menim, da študentje so bili slišani, ampak študentje vejo, sploh študentska organizacija, ker je to že pred leti poskušala, da to ni enostavno 2000 in še nekaj glasov oziroma pristopnih izjav študentov dobiti. Da mogoče še nagradim ne samo študentski klub Domžale, tudi študentski servis je pripravljen pomagati, ne? Ker v tistem času, ko je bil študentski klub Domžale še živ in aktiven, je bil zadaj, bom rekla, zelo močno gonilo tudi študentski servis. Tako da, mladi, če se boste organizirali, pomoč je na voljo. Tako da, srečno. Gospod Oražem, vi ste že imeli neke predloge. Ja, zdaj najprej bi rad povedal, da absolutno podpiram ustanovitev študentskega kluba. Mal sem žalosten, da v tistem obdobju, ko je prišlo znotraj študentskega kluba do določenih razhajanj, občina ni odigrala neke vloge mediatorja in teh razprtij pomirila do te mere, da ne bi prišlo do odvzema statusa. Vidimo, kako težko je zdaj toliko podpisov nabrati, tudi na lastni koži vem, skoraj 500 podpisov sem samo nabral za kandidaturo za župana, pa je bilo kar precej naporno, tako da vso srečo pri tem in moja polna podpora. Še enkrat pri prostoru, mislim, da se vsi strinjamo, bi pa poudaril tisto, kar sem pa jaz dobro slišal, mogoče zato, ker sem najmlajši, pa sem bil tudi kot mlad vedno rad na svojem, ampak ta prostor mora biti avtonomen. To je tisto, kar so mladi povedali nam na debatnici in jaz se bom zavzemal predvsem za to, da boste mladi pač tam imeli svojo avtonomijo, ker je to nekaj, kar si verjetno v tem obdobju življenja, saj jaz sem si, najbolj želite. Hvala lepa. Gospod Deželak. Hvala. Kar se tiče študentskega servisa oziroma študentskega kluba, se opravičujem, definitivno bi tukaj strmel k temu, da povežemo vse, bom rekel, udeležene, se pravi tudi pozval nekako tudi šov, škis in ostale študentske organizacije, da pomagajo pri teh zadevah. Definitivno je treba vse udeležene pozvati pač k mizi, se usediti in tukaj mora priti pač tudi za, kar se tiče občinske uprave, tudi potem pobuda in pomoč, da pač se te glasovi zberejo in podpisi tako naprej. Tako da, kar se tiče pa ostalih, bom rekel, prostorov je kar nekaj v Domžalah, definitivno je pa treba bolj aktivno, kar se tiče občine, da pristopi, ko kakšna nepremičnina pride na trg, da tudi potem izkoristi predkupno pravico in te prostore potem tudi kupi. Tako kot je gospod Oražem omenil, avtonomno, definitivno morajo biti sami se s tem ukvarjati. Tukaj lahko potem ali občina pomaga z najemnino ali z nakupom in bom rekel pomaga pri teh prostorih. Kakor ne bi pa si želel izpostaviti kakšen prostor, bom rekel, bi bil, ker recimo zelo velika želja, kakor so univerzale, kakor recimo v SPB-u, tale bivši kino,
takih zadev je treba pregledati, se pogovoriti z lastniki in videti, če so pripravljeni ali prodati ali pa oddati v najem. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj smo prijadrali na tisti bolj prosti del naše diskusije, namreč besedo bo dobilo občinstvo. Jaz bi na tej točki rada samo to povedala, da že ob prijavah na ta dogodek smo zbirali vaša vprašanja, prišlo jih je kar nekaj in žal sem prepričana, da tudi tisti, ki ste tukaj danes prisotni oziroma prisotne, pač verjetno imate ogromno vprašanj, žal že zdaj vemo, da vsega ne bomo mogli nasloviti. Jaz sem prej govorila tudi z Mladinskim svetom Domžale in so pripravljeni potem še kakšne teme, ki morda ne bojo naslovljene, pa se nam zdi pomembno, da vendarle so vam tudi potem ta vprašanja še posredovati in okolikor boste v teh norih dnevih pred zaključkom seveda kampanje pač imeli možnost na njih odgovoriti, so jih tudi pripravljeni potem objaviti na svoji spletni strani in socialnih omrežjih, tako da bomo le prišli do čim večje količine informacij, da se bomo lahko tudi kot volivke in volivci dobro informirano odločali. Sedaj pa, kot že rečeno, jaz bi vas predvsem prosila, da pri vprašanjih, da se držimo spoštljivega jezika, da smo konkretni, da mogoče tudi naslovimo teme, ki jih mogoče danes še niso bile naslovljene oziroma kakšne vrzeli, ki močno manjkajo. Tamle je že moja kolegica z enim mikrofonom, pa še en drug mikrofon je na drugi strani, torej samo, če imate vprašanje, ker prosim, da dvignete roko in se že pojavljajo. Hvala. Dober večer. Jaz sem pa v bistvu par komentarjev na vaše odgovore, no, ki bi sam rada izrazila mogoče tudi svoje doživljanje mladih, recimo v Domžalah. Jaz sem bila tudi članica Mladinskega sveta Domžale, pa tudi predsednica nekaj let nazaj in so tudi z gospo Kosec sodelovali v komisiji za mladinska vprašanja. Takrat se je to nekako začelo in se mi je zdela dobra zadeva. Edin komentar na to bi bil, da mogoče takrat je bilo še vse bolj v povojih, ampak smo se dobivali, smo izražali svoje mnenje. Mogoče pa takrat ne vem, kakšno ste imeli vi možnost pač uresničiti naše komentarje ali pa naše želje, ker pač le niste bili župani, a ne. Tako da to vam dam recimo neko, bi rekel, plus točko, no, da še pač lahko bi se več iz tega išlo, ampak smo se pa takrat tudi, kar se tiče razpisov za mladinske projekte, takrat smo tudi mi zelo dobro razdelali, ker smo tudi že dajali, imeli smo v bistvu razpise, da so nekako se lahko vsa mladinska društva v Domžalah prijavljala in smo dajali že dobre točke za razpise, tako da ni bilo tako neznano, na kakšen način se ta denar razdeli. Je pa vprašanje eno konkretno, zakaj se društva ne morejo prijavljati na dva razpisa, v smislu, zakaj se ne more društvo, ki se prijavi na razpis za šport, prijaviti na razpis za delo z mladimi. To smo imeli v našem društvu zelo veliko težavo, ker v bistvu je bilo pol na koncu tako, da smo bili popredalčkani in smo mogli se prijaviti na šport, ker je bil tam za nas denar rezerviran, nekako rezerviran. Nismo se pa mogli prijaviti tudi na razpis za delo z mladimi, čeprav so naši člani samo mladi, mlajši od 25 recimo, ali pa recimo 29. In se nam ni zdelo logično, zakaj to ni možno. Jaz sklepam, da je bilo to vprašanje predvsem za vas. Za vse. Zdaj, hvala za pohvalo, za vaše mnenje. Ja, zelo rada sem vodila komisijo za mladinsko vprašanje, sploh ker smo orali ledino, ker do takrat na občinski ravni dejansko ni bilo takšne komisije in tudi skupaj smo uspeli v bistvu v kratkem postaviti strategijo za mlade.
ki je še aktualna, ampak je potrebno novelirati. Zdaj, kar se razpisov, če ste se vi kot društvo javili na 2 različna razpisa z enakim programom, to ne gre, a ne, se izključuje. Verjetno, da ste imeli isti program in da so vam potem nekako občinska uprava predlagala ali se na šport, če se pa na šport, ne pa potem na delo z mladimi. Tako je bilo takrat tolmačeno. Kako je pa zdaj, pa žal ne morem vedeti, ker sem, tako kot sem rekla, od aprila nisem več prisotna. Niti v komisiji, niti v tisti komisiji, ki je pač imela javne razpise. Hvala. Hvala. Bi mogoče še kateri drug od kandidatov se navezal na to vprašanje ali pa komentiral? Če lahko nadaljujemo, ne? Potem pa kar. Zelo malo neke pragmatičnosti pri navajanju rešitve na problematike, ki jih imamo v Domžalah. Da vas mogoče malo informiram za vse tiste, ki niste opravili svoje domače naloge. Mladinske organizacije v Domžalah, ena izmed največjih so Zveza tabornikov Slovenije in pa Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov. Obe skupaj imata približno 600 otrok oziroma 600 mladostnikov v svojih programih, kar je za tako, če gledamo se prav procentualno, ena izmed največjih procentov glede na vključenost otrok v programe skavtov in v mladinske programe med občinami v Sloveniji. Te organizacije pa žal prejemajo daleč najnižji procent tega denarja, ki jim je namenjen. Kakor je že prej gospa Savnik omenila, Cerknica 7-krat več denarja na prebivalca namenja za mladinske dejavnosti, se pravi, očitno se da. Tako da moje vprašanje je, zdaj bi rad slišal od vsakega en konkreten odgovor. Oziroma navedite, prosim, eno dobro prakso iz ene občine, recimo primer v Gornji Radgoni, zelo lepo fontano, tako želim, da imajo tudi v Domžalah. Kratko in jedrnato, prosim, pa dejansko tisto, kar pač je realno in obstaja. Hvala. Ja, definitivno kriterije pri javnem razpisu in dvig proračunske postavke iz 20 000 glede na kriterije, ki bomo uvedli v občinski proračun. To je cilj oziroma to je rešitev. Jaz mislim, da bi se povezala z Ajdovščino, glede na to, da so oni pa res imajo mladinsko delo zelo, zelo dobro postavljeno, pa sosednjo Ljubljano. Zelo, zelo dobro in napredno. Tako da, kar se pa v bistvu razpisov tiče, pa kriterijev, smo imeli v torek posvet, oziroma Stičišče Slovenije je organiziralo za vse kandidate tak posvet, kjer smo se zavezali, no iz Domžal sem bila edina, sem se zavezala, da bomo skupaj z Stičiščem Slovenije, ki pač ima dolgoletno prakso, na vseh področjih uvedli jasne kriterije. Ne samo na področju mladih, ampak vseh naših 12 razpisov, ki jih imamo na občini Domžale. Tako da ja, Ajdovščina definitivno pa Ljubljana. Hvala. Gospod Deželak se je. Hvala. Jaz mislim, da sem bil prej kar dost konkreten pri številkah, tako da 0,2%, tako kot sem omenil, Ljubljana definitivno je za vzor, ampak mislim, da mi moramo še več sredstev nameniti, tako da cirka 100 000 evrov je vsekako številka, ki bi bila primerna, če bi pa na koga bi se navezoval, pa definitivno Mestna občina Velenje. Hvala lepa. Hvala. Gospod Ražem. Ja, jaz bi zaradi bližine vstopil pri Ljubljani. Vseeno bom malo bolj ambiciozen, absolutno se strinjam tako s povišanimi sredstvi na razpisu. Jaz pa mislim, da je predvsem zagotovitev prostora potrebna in jaz mislim, da Ljubljana za projektom Roga vseeno dela nek piloten projekt enega ogromnega centra za naše razmere, ki bi ga veljalo potem posnemati in delati v našem merilu nekaj podobnega. Vsi sanjamo malo o univerzalah, nažalost so pač v privatnih rokah, bo treba
lastnikov stopiti in se z njimi pogovoriti, ampak že z bližine je Ljubljana tista, na katero se moramo najbolj navezati. Tudi večina naše mladine žura, se šola in veliko stvari počne v Ljubljani. Hvala. Jaz pa mislim, v bistvu repliko bi dala na gospoda Oražma, jaz pa mislim, da moramo naše mlade zadržati v Domžalah, ne pa da jih v bistvu naslavljamo, da grejo v Ljubljano. Se pravi, jim moramo v Domžalah zagotoviti take pogoje, da bojo tukaj v bistvu ostali in tukaj žurali, če tako rečem. Glede sredstev sem že v bistvu povedala, da je težko govoriti o neki višini, bi tudi vprašanje postavila nazaj, kakšna sredstva mislite, da bi bila primerna, vsekakor pa je potrebno sredstva povišati, to smo že rekli. Tole vam nadela glih danes najboljša. Pregledali bomo dobre prakse v vseh ostalih občinah po Sloveniji, težko rečem, katera občina, ker vseh praks še nisem pregledala, bom pa definitivno pregledala vse prakse v vseh občinah in se zgledovala po najboljši z Domžale. To, kar povem, kakšna sredstva, čim višja. Ja. Ker dejstvo je, da vse mladinske organizacije, ki tudi delujejo v sklopu Mladinskega sveta Domžale, so prostovoljne. In kot veste, ker ste že omenjali gasilce, kulturnike, športnike in tako naprej, vsaka prostovoljna organizacija je neprofitna in rab za svoje delovanje neka sredstva. Recimo konkretno, skavti smo letos oziroma lansko leto končali v minusu, zaradi tega, ker smo izpadali športnega razpisa. Zakaj smo se mogli skavti parjavati na športni razpis, da smo mogli svoje sekire parjavati kot žoge pa šotore kot gole, je itak absurdno in je to fenomen v slovenskem prostoru. Tako da že to je eden od razlogov, zakaj bi mogli biti več poudarka na mladinskem razpisu. In ja, to je to. Teh pogojev za razpise, jaz mislim, da je kompetentna gospa Kosec, ki ima izkušnje, kar se pa tiče, če dovolite, kar se pa tiče v bistvu skavtov in pa tabornikov, lahko pa iz prve roke povem, da se popolnoma strinjam, ker sem mama tabornice vodnice in vem, koliko sredstev nimajo, bom tako rekla, s kakšnim avtomobilom se vozijo, kje imajo svojo sobco, kot mi reče, in kje se družijo. Tako da me včasih boli srce. Res me boli srce, ko jih gledam. So pa del civilne zaščite, če že se lahko tudi na to mačka navežem, ko bi prišlo do kakšne katastrofe, so taborniki prvi, ki znajo in ki vem, da bi postavili vso potrebno infrastrukturo, da tako rečem, civilne zaščite, ker zelo obvladajo te stvari. Preživeti v naravi, preživeti v takih težkih pogojih, tako da jaz to kot mama zelo od blizu spremljam in zelo podpiram. Tako da v bistvu podpiram vse mladinske organizacije v Domžalah in verjemite mi, da bom poskrbela za vas. Preden gremo še na komentarje, dodatno bi prosila še gospo Rožič Novak, da še svoj vidik predstavi. Jaz bom tudi čisto konkretno. Zdaj predlog dobre prakse iz drugih občin. Absolutno. Je treba, v bistvu, tukaj ni bilo še danes povedan, sposoja koles. Vemo, da ne samo Ljubljana, ampak tudi druge občine to že zelo pridno, bom rekla, že imajo uveljavljeno to in vedo, da je to zelo pozitivno, ne samo za mlade, za tudi otroke, ki so še manjši in tudi za starejše in pa mogoče tudi kasneje, ko bi se to izkazalo tudi električne skiroje. Ker vemo, da mladi rabijo hitro na drug konci, vsem se mudi službo in tako naprej. Kar se tiče finančnih sredstev, bom rekla, ja, tudi moji otroci, vsi trije so skavti, nekateri bili, zdaj, več kot 10 let in jaz zelo od blizu poznam situacijo iz te strani. Verjamem pa, da tudi taborniki in druge prostovoljne organizacije včasih dihajo na škrge. Jaz občudujem vse, čeprav sem jaz po srcu tudi zelo aktivna v gasilskem društvu, v vseh, katerih je možno prostovoljnih zadevah, da
mladi tako govoreče delajo in so svojo voljo, prosti čas in vložijo v to. In da jim občina in pa tudi, bom rekla, druge inštitucije, zveze, v katere so vključeni in pa tudi mogoče mednarodne organizacije ne namenijo več denarja, nekaj tukaj mora biti narobe. A je narobe, da je premalo sodelovanja, posluha, ali da dejansko ni denarja. V to pa jaz ne verjamem. Hvala. Hvala. Pa bi kar nadaljevali z vprašanji. Ok. Lep pozdrav, jaz sem Ambrož Štih, tudi dejavam na mnogih aktivnostih. Mene pa predvsem zanima, najprej ena kratka replika za gospoda Oražma, to, kar se dela z Rogom v Ljubljani, se mi zdi, da mladim v splošnem ni všeč. Drugače pa tudi jaz sem bil na debatnici v knjižnici in moram reči, da sem šel kar malo slabe volje od tam. Pa me zanima, s tem prostorom vsi ga omenjate, se mi pa zdi, da nimate zaresnih nekih idej, kje bi to bilo, kdo bo, kako se bo to financiralo. Pa tudi malo mi to vse tako diši po nekih praznih obljubah. Prebral sem strategijo, ki je bila do leta 2023, kjer piše, da se bojo prenovili prostori za mlade, pa se ni, po mojem, ne vem, no. A se je kaj naredilo ali se ni? Oni prostori so še kar bedni. Tudi cela strategija, pač jaz do svojega 25. leta sem 4-krat slišal, da si je treba cilje zadajati po smart metodi. Tega tam pač ni, tudi kazalniki, kako se bo to kontrolirali, pač so kreni, bo se povečalo število ljudi, ja koliko, ne, pač to je treba zapisati naslednjič, ko se to dela. In pa Center za mlade se mi zdi, da je aktiven, bi se pa vprašal, a je to center za mlade ali za otroke, a ne, ker pač tudi sami so rekli, da večina delajo z osnovno šolo, za neke srednješolce in potem študente pa nimajo programa, pa ljudje so tam zaposleni za to. Tako. Hvala. Lahko, ja. Ja, zdaj prvo, kar se tiče Roga, seveda so mnenja deljena, dajmo počakati, da bo projekt končan. Jaz sem prepričan, da bo tudi tiste dvomljive zadeva prepričala. Če ne, bomo po Domžalah naredili drugače. Če se pa obrnem na prostor, zakaj ne moramo biti konkretni? Zaradi tega, ker občina ni pridobila nobene primerne stavbe, kjer bi to delali in ne moramo biti konkretni. Univerzale so v privat rokah, metalke v privat rokah. Enostavno pač tukaj aktivnosti ni nobenih bilo, niti nimamo nobenega zemljišča primernega, da bi lahko zdaj konkretno rekli, tukaj bo pa stalo. Ne. Po volitvah, potem, ko postanem župan, se bo treba z lastniki teh nepremičnin usesti in poiskati načine za tiste, ki bi bili pripravljeni sodelovati tudi v nekem javno-zasebnem partnerstvu, ki bi vključevalo prostor za mlade. Tako da zelo težko je in nehvaležno iz našega položaja, ne glede na to, da sem bil občinski svetnik, informacij sem pridobil lahko približno enako kot vi, strani občine, to se pravi malo več kot nič, in je izjemno težko to delati. Vsi predlogi, ki smo jih pa do zdaj, s katerimi smo se obračali na občino, so bili pa večinoma malo zavrnjeni, še večkrat pa še hujš zignorirani, ker je pa ena tudi precej huda oblika nasilja posebne vrste. Hvala. Hvala. Gospa Kosec? Jaz bom kar konkretna. Ne dela? Pa me pol dopolnjujte z vprašanjem, ker sem pa pozabila. Ja, Dom za mlade oziroma Center za mlade v Središču na Savski cesti. Če veste, tam je stari vrtec, ki je zdaj zaprt zaradi slabe statike, definitivno je to ena od lokacij. Če ta konsens ali pa ta predlog v občinskem svetu ne bo šlo skozi, je druga varianta, da na Ljubljanski 58, torej v Centru za mlade, enostavno politiko pospremimo ven iz objekta, hkrati tudi del občinske uprave pospremimo iz objekta in že imamo hišo Dom za mlade. Če tudi to ne uspe, seveda spet odvisno od politike, imamo pa tretje zemljišče v Brkadi, stavbno zemljišče, kjer postavimo odlično hišo za mlade, zraven imamo priključek, blizu je avtocesta, dovolj prostora še za, kaj smo rekli, dogradnjo tega objekta v študentske in dijaške sobe.
Tako da konkretno. Drugo vprašanje, kaj ste še imeli? Center za mlade se dejansko ne more kadrovsko, smo ga kadrovsko odkrpili, bolj se ga pa ne da, ker imajo prostorske težave. Oni v bistvu maksimalno, kar lahko v tistih prostorih izvajajo, zelo velik doprinos je, da smo spet politiko ven vrgli in uredili plač za mlade. Hkrati obstajajo že idejni projekti fakultete za dizajn, kako bi trenutne prostore obnovili za čas, ko čakamo, da bomo zgradili hišo za mlade. Kar se strategije tiče, ne vem, ali je prav ali ni prav, kakorkoli, kakšne so prave, ampak to je res delala seveda v sodelovanju z nami in pa s Komisijo za mladinsko vprašanje in Inštitut za mladinsko politiko. Ampak ta strategija pade 2023 in je treba novelirati. In tukaj imate spet mladi, boste pač aktivno lahko sodelovali zraven in kreirali strategijo. Vi boste povedali, kaj si želite v lokalni skupnosti. Je še kakšno vprašanje, na katero nisem odgovorila? Ne, mislim, da ste zaobjeli. Gospa Savnik? Ja, jaz sem v bistvu kot izziv izpostavila hišo za mlade. Mislim, da sem bila edina. Tako da v bistvu praznih obljub v življenju ne dajem. In če bom imela možnost sedeti v občinski zgradbi, bom tudi svojo obljubo realizirala. Takšen je moj način funkcioniranja, ker sem odgovorna. Tako da v bistvu rezultate imam že do zdaj v svoji 34-letni karieri v državni upravi na zelo pomembnem in odgovornem delovnem mestu. Tako da v bistvu jaz ne dajem praznih obljub, to bi še enkrat poudarila. Tako da je pa dejstvo to, da je potrebno pogledati vse kapacitete, ki so proste, potrebno je razmisliti tudi o kapacitetah, ki so v Domžalah, tudi če so v privat lasti. Jaz mislim, da občina se more pač pogovarjati, a ne, tudi z lastniki, in mogoče bi pa lastnik univerzal, ker meni se zdi, da je univerzale Domžale, da so enkratna prilika za to, da se tam hiša za mlade naredi, so v centru, je v bistvu zgradba starejša, ki je potrebno kulturno zaščititi, treba je pač poskrbeti za to zgradbo v Domžalah, da ne bomo rušili, tako kot sem zadnjič slišala, da se je ena zelo pomembna zgradba zrušila kot kulturna dediščina. Tako jaz mislim, da tukaj ne vidim težav. Jaz imam dobro ekipo, visoko usposobljeno in jaz mislim, da nam bo to skupaj uspelo. Hvala. Gospod Deželak. Jaz sem tudi človek, ki ne daje obljub, pa jih potem ne izpolni, tako da to ne bi obljubljal neke, bom rekel, nove stavbe ali kakorkoli. Veliko dan se je pojavljal univerzale, mi smo bili v stiku z lastnikom univerzal, je pripravljen prisluhniti in je pripravljen se pogovarjati za naprej, tako da definitivno se bo treba z njim pogovoriti naprej zadevo, kako se lahko tudi on, bom rekel, oziroma kako se lahko neko zasebno, bom rekel, javno-zasebno partnerstvo ustvari. Tako da, kar se tiče za nazaj strategiji, zelo težko komentiram, ker jo ne poznamo. V naši ekipi imamo kolege, ki se ukvarjajo z mladinsko, bom rekel, politiko, tako da nam bo definitivno preskočili na pomoč. V kontaktu smo bili tudi z študentsko organizacijo Ljubljani, Škisom, tako da tukaj definitivno po volitvah, ko bom izvoljen, definitivno so moja vrata odprta in gremo potem tudi naprej aktivno reševati. Hvala lepa. Hvala. Gospa Rožič Novak. Ja, jaz mislim, da je že večinoma povedano. Zdaj, kar se jaz zavzemam, še enkrat rekla, kratkoročna rešitev je, da se pač v javni neki dvorani se zbirajo mladi. Za dolgoročno pa absolutno se v bistvu nagibam k temu, da mladi pač rabijo, kot sem že prej rekla, Domžale so nadstandardno mesto in da jih pač v neko staro stavbo postavimo. Mislim, da ni glih primerno, rabijo stavbo. Jaz mislim, nimam ravno pregleda zemljišč, ki so zazidljiva, ampak mislim, da je tamle v Jaršah občinsko zemljišče zazidljivo in to za pravim projektom se lahko že zelo v kratkem času začne izvajati. V bližini je javni prevoz, v bližini so pač šole in mislim, da je lokacija več kot primerna, da se zgradi, se pravi, pač prostor za
mlade in pa morda tudi, če bi bila pač tak projekt tudi za bivanje oziroma študentske sobe. Ne. V univerzale pa je moje mnenje, ne, kolikor bi bila to pač, se pravi volja, da se tam naredi muzej obrti v Domžalah, ker vemo, da v preteklosti naša zgodovina govori, da smo mi pač obrtna občina in mislim, da je več kot primeren prostor na tem mestu. Hvala. Hvala lepa. Ja, tako. Zdaj imamo še za eno zadnje vprašanje. Roke kar letijo navzgor, tako da jaz bom prosila kolege. Imate že mikrofon? Lahko jaz. Aha, ja, pardon. Jaz sem večkrat starejša generacija, pa me zanima zdaj, halo, malo starejša generacija, pa me zanima vsi te kandidati, ne, kaj mislijo pustiti tem mladim zdaj, ne, če ne vejo, kaj se v občini Domžale dogaja. Primer, če mi lahko razložijo, kaj bojo naredili s nekdanjo farmo Ihan, vemo, kdo je kupil, kaj se namerava tam zgoditi, to je eno vprašanje. Drugo vprašanje pa je, ko govorite o stanovanja, imamo pa konkretno vprašanje za gospod Renato, kako se predstavljate gradnjo stanovanj, če ste odvzeli pravnomočno gradbeno dovoljenje za 120 stanovanj, ste naredili za individualno gradnjo, zdaj pa govorite, da bi rad naredili stanovanje za mlade. Kako se bo to ujemalo, vklapalo za vašo politiko, ki ste bili priča kot podžupanja, danes pa govorite, da boste naredili stanovanja za mlade. Ne boste dobili investitorja, ker vam pač bo plačal komunalni prispevek, ga ne boste vrnili, in kako boste dobili ljudi, da bojo še nasedeli, če vam pač ne zaupajo. To bi bilo moje vprašanje. In kaj boste tem mladim, ki jim zdaj obljubljate, kaj boste naredili, ali ste razmišljali v visokošolski izobrazbi v Domžalah, pa da ne govorimo o hostlu, da ne govorimo o raznih stvareh, ker je bilo že mnogo denarja porabljenega, govorimo za SPP cirka 20 milijonov. Druga zadeva pa je, od kje boste dobili denar, kolikor občina zgubi tožbo, ki vemo, koliko velika je, ne? Kaj boste pa v tem primeru, od kje boste dobili sredstva za te obljube, ki jih zdaj dajete. Vemo pa, da je cirka 20 milijonov tožba. Hvala. Hvala, to je bilo kar nekaj vprašanj. Ja, hvala, upam, da dajte mi pa še enkrat zastaviti, ker sem sigurno pozabila. Zdaj, da bi jaz kaj spreminjala, ne razumem kaj, ker, a veste, prostorske akte spreminja na pobudo investitor občinski svet, pa še zadaj morate imeti več kot 20 soglasij različnih državnih institucij. Tako da ne vem, o čem, o kateri nameri ste mislili to vprašati. Stobušak, to je pa zgodba že vrsto let nazaj, ko jaz še nisem bila na funkciji podžupanja. Dobro, ampak to je vse tako, kot sem rekla, stvar celotnega občinskega sveta, to ni Renata Kosec spreminjala, ne? 31 svetnikov. Tako, ne, ker ste me pač vprašali, pač to je stvar konsenza občinskega sveta oziroma aktov, ki mora imeti zadaj soglasje državnih institucij. Kar se farme Ihan tiče, ne vem, kaj se dogaja. Vem pa, da kot občan in kot županja bom aktivno pristopila na državno raven, da se priključek študa naredi. Zakaj priključek študa? Zato, da bojo naši krajani lahko ta priključek študa uporabljali. Vkolikor so se pa farme Ihan prodale, meni ni znano komu, se bo pa z investitorjem, vkolikor misli karkoli tam postaviti, se bo pa občina kar fajn usedla, vključno z predstavniki krajevne skupnosti, tako na eni strani kot na drugi, torej krajevna skupnost Ihan, pa krajevna skupnost Pšata Dragomalj. Potem sva pa imela še eno vprašanje. Stanovanja na splošno. Stanovanja, ja. Govorimo študentske pa dijaške domove, to bo v sklopu hiše za mlade lahko postavila, ker tudi občina lahko gradi stanovanja. Kar se pa stanovanjskega sklada, je pa to potem dialog države in lokalne skupnosti. Kje se pa to bo postavilo? Nekaj stavbnih zemljišč pa občina vseeno še ima. Glede univerzalno, ja, odličen, tukaj bi bil lahko kampus, ne vem, kaj vse bi lahko tja umestili, ampak ne pozabite, ne? Mi bomo mogli dati 2 do 3 milijona evrov samo za nakup, da ne govorimo o prenovah. Za ta denar
imamo mi lahko v občini Domžale že marsikaj, ne samo za mlade, ampak tudi za starejše. Tako, na hitro. Hvala. Hvala. Gospod Oražem. Ja, če lahko na temo Ihana, zdaj jaz mislim, da gospod aludira na Klemen Transport. Jaz tudi trenutnega stanja ne poznam, definitivno to občini Domžale ni v interesu, okoliškim krajanom ni v interesu, okolikor bom jaz župan, se bom definitivno vse naredil v svoji moči, da tam ne bomo imeli parkirišča za tovornjake, ampak da tisto zapolnimo z neko kvalitetno dejavnostjo. To, kar pa je tudi gospod namignil, bi pa jaz mogel pritrditi, da jaz mislim, da v Domžalah bomo predvsem kot občina ponovno morali vzpostaviti zaupanje do občine, tako občanov, krajevnih skupnosti, mladih, starih investitorjev, v končni fazi tudi države, in to je pa seveda najlažje narediti, tako da se naredi konkreten remont in da izvolimo nekoga novega. Hvala. Bi še kdo od vas želel komentirati oziroma odgovoriti? Kar se tiče poslovne cone oziroma farme Ihan, tudi jaz sem to seznanjen s temi nakupi. Klemen Transport, mislim, da so 3 lastniki, ali kako se je zgodilo, ne vem točno. Definitivno tukaj je treba paziti, da ne bi prišlo do kompletne logistične cone, samo da, tako kot je gospod Oražem omenil, definitivno nihče od nas ni za to, da se tam 500 tovornjakov parkira ali pa da se vozi čez Ihan. Tako da definitivno tudi moja naloga je bila prva, da bi se usedel z njimi in se pogovoril za naprej. Hvala. Jaz bi mogoče samo komentirala, kaj je gospod omenil tožbe. Ne, o teh stvarih se nismo še pogovorili. Tako da potrebno je pogledati, zakaj tožbe so. Jaz imam neke informacije, zakaj je prišlo do tožb, in potrebno je pregledati v bistvu poslovanje občine, zakaj je do teh tožb prišlo. Potrebno je tudi poiskati odgovorne, jih poklicati na odgovornost, ker da se tako ravna z javnimi sredstvi je po mojem mnenju in tudi po strokovnem mnenju, glede na to, da sem vodja proračunske inšpekcije, je nedopustno. Tako da me zelo žalosti, da živim v takšni občini, kjer je v bistvu grozijo tožbe v tako velikih zneskih. In definitivno, ko postanem županja, bom naredila revizijo poslovanja občine, ker to, kar slišim, je nedopustno. Žal nimamo pooblastil, da posežemo v občinski proračun, ampak delam na tem. Tako da jaz kljub vsemu verjamem v to, da bom lahko realizirala program, ki smo si ga zastavili, jaz in moja ekipa, ker so še vedno rešitve. Po zakonu o javnih financah vemo, kako stvari tečejo, tako da sigurno bomo zagotovili to, kar bomo obljubili. Hvala. Hvala. Gospa Kosec, replika. Mislim, da ste vi, gospod, mislil tožbe Cona Želodnika, ne? To so odškodninske tožbe, ne da bi bila občina kjerkoli zatožena, ampak to so odškodninske tožbe, ki so velike v vrednosti 15 milijonov evrov. Ja, to so te tožbe. Kdo je tožena stranka? Občina Domžale. Prej ste pa rekla, da ne. Ne, vi ste v drugih tožbah, gospod je v zemljiščih govoril, a ne? Ne, jaz sem govorila o tožbah, kjer je tožena stranka občina. Zdaj tukaj smo v bistvu zaradi tega, ker kandidiramo za občino Domžale. Ja, ampak velike tožbe v vrednosti 15 so pa za Cono Želodnik. No, verjetno še kar marsikatera tožba še obstaja. A ja, še so tožbe potem. A ja, nisem bila seznanjena. Hvala za informacijo. Jaz imam informacijo, da je tožena stranka Domžale. In v zelo velikih zneskih. Ne bom komentirala, zato ker konkretnih zadev ne poznam in ne bom govorila na pamet. Govoril je gospod o 15-milijonski tožbi. Predvidevam, da je govoril o tožbi, v kateri imam informacije, da je občina tožena stranka. In jaz se bom zdaj na tej točki zahvalila publiki in zahvalila občinstvu. Hvala lepa za vaša vprašanja.
Hvala tudi kandidatom in kandidatkam za sodelovanje, za pripravljenost. Vabimo vas še na pogostitev v sosednjem prostoru, kjer boste imeli priložnost tudi še predebatirati. Tako da hvala, pa hvala Mladinskemu svetu Domžale za organizacijo dogodka.